tudi če smo mi najvoljni en do drugega odrasli, otroci dihajo to vzdušje, kot duše v bistvu zaznajo atmosfero. Zato skrivati neke tenzije pred otrokom ne moreš. Milan Hosta, najlepša hvala, da si cajt vzel. Kaj to pomeni voditi družino? Ustvarjati okoliščine, ker vzgoja je v bistvu umetnost ustvarjanja okoliščin. Kaj tebi pomeni biti dober človek? Kaj biti človek? To je vprašanje. Pol prideš do tega, kako si lahko dober človek, pa kako si lahko slab človek in si oboje. A misliš, da vpliva to tudi na zdravje človeka? Način komunikacije? Absolutno. Dan se začne zvečer, ko greš spat, tako da počistiš, kaj bo prej, in se greš v duhu pripravljati na nov dan. Kako hočem biti kot človek jutri? Ti ne moreš v bistvu dosegati duhovnih stanj dobro, če nisi kot moralno postavljen dober človek v ta svet. Kaj misliš, da se zgodi, ko umremo? A umremo. Evo ga. Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi ob ogledu. Daj mi povej, kot očetu, kaj se ti je najbolj tako mogoče ostalo v spominu, proces odraščanja svoje hčerke? Pa je tukaj kar nekaj takih lepih spominov, trenutkov. Ne vem, recimo ena taka zelo lušna je bila, ne? Ko sem bil 2 leti v Turčiji, sem hodil domov, tako na recimo vsak 3. vikend, 4., včasih 5. In dol sem imel svoje stanovanje in smo šli dol na počitnice in sta imeli prvič vsaka svojo sobo. Bila ste stare, mislim, da 4 pa 8 ali pa 5 pa 9. In potem smo bili tam dol pri meni, to je bilo tam na jugovzhodu Turčije, v Diyarbakru. Mi je bilo zanimivo, kako sta že takrat videli, ne? Na eni strani v bistvu res bogatija, ne, taka zlata kletka, sem jaz rekel tistemu v bistvu zaprtemu naselju, zraven pa na drugi strani pa revščina totalna. Ne. To sta takrat zaznale, tako da mi je bilo zanimivo, kako otroci v bistvu opazujejo svet. Ampak najbolj je bilo pa to, ko smo potem en teden potovali po Turčiji in gremo nazaj, in jaz sem imel vse avione naštudirane, kako to gre, ker to je bil menjka avtobus takrat, ne. In pridemo v Istanbul ob 11. po noč, ob 5. zjutraj bil pa let v Ljubljano. In jaz rečem, gremo mi zdaj tlele lepo na eno kavico, ne kakao in tako naprej, pa tam pa enemu drugemu lokalčku je pa kavč od spredi. In da prespimo tam, ne, da pol ob 5. zjutraj smo takoj na avionu. In gremo mi kaj in se stiskamo tam na kavču, kovčke damo tako pred sabo, noge gor, da jim povem, da tako lahko varuješ kovček, da ti ga ne odpeljajo, pa vseeno lahko zaspiš. Ne? No in pol pridemo domov in vprašam, kaj vam je bilo najboljš, ne, v Turčiji. Pa smo potovali, pa gledali tiste znamenitosti, pa tam najboljš je bilo to na kavču. Sprav, da smo bili vsi 4 skup, gužvali smo se, stiskali smo se. In to je to, kar otrok rab. Sprav, ob vseh teh ne vlagaš nekaj, si misliš, vse si bodo zapomnili, pa ne, v bistvu razgledanost otroka krepiš in tako naprej. Štele samo to, da smo skupne. To je bila ena taka, recimo, lušna spoznanje, bom tako rekel, da ni nič narobe, če vsega ne ponudiš otrokom, ne, kar se tega materialnega sveta tiče, ampak da daš sebe, da daš tisto človeško toplino. A bi rekel, da je to, da si to bil sposoben to dati nekaj, na kar si tako najbolj ponosen v zvezi s starševstvom? Ja, tudi zdaj, ne, stare sta 20 pa 16, se včasih pogovarjamo točno o tem, ne. In recimo obema ta tudi že fanta in ko pridejo reče, kako je to po dom. Se mi zdi, da je to tisto, kar napaja človeka. Ne, domov prideš utrujen, zmatran, želiš kaj deliti, poškodovan in tako naprej. In dom je tisto, kar ena taka zibelka duha. Da se tam lepo umiriš, da si sprejet vedno, ne glede na to, ne, kaj narediš, ga tudi polomaš in tako naprej. Ampak doma veš, da si pa njihov, ne. Je pa naš dom, smo pa skupaj. To se mi zdi največ vredno, ja. Kaj pa bi rekel, da sta s partnerco delala dobro, da sta zdaj punce tako postavljene, kot sta? Eno je
oba sva si želela otroka. Tako da eno je ta pristna ljubezen, ki jo žarevaš iz sebe, tudi do otroka. Drugo, tukaj sva tudi nazorsko zelo skupaj. Ne? Se pravi, oba sva pedagoga, jaz kot športni pedagog, ona je socialni pedagog, družinska terapevtka. Kje sva se dobro ujela v bistvu v tem, da recimo ta zanesljivost moje žene, ne? Ki se res drži reda in tako naprej, vsak večer protokol, to za otroka pomeni varnost. Zobke umiti, pravljica, spati, objemček in tako naprej, to je bilo kar veliko časa, bom tako rekel, tisto, kar smo držali. Seveda sem tudi jaz, recimo, kdaj vstopil, ne, recimo, kakšna je bila razlika. Žena je velikrat pravljice brala, jaz sem si jih pa zmišljeval. Bravo. In včasih to tudi tako zgleda, da že na pol spancu neki blebetaš in te otrok začne popravljati. Ne? To so taki smešni trenutki. In ko mi čaka, kaj si boš spet zmislil in tako naprej. Tako da v tem sva se zelo dobro ujela, no, kot starša. Se pravi, v tem zavedanju odgovornosti, kaj to pomeni voditi družino, ustvarjati okoliščine, ker vzgoja je v bistvu umetnost ustvarjanja okoliščin. Jaz tudi že na začetku, odkar sta se rodile, nosim s sabo, ti ne moreš človeka spremeniti. Ti ne moreš z otroka nekaj narediti. Otrok je seme, ki se v bistvu razvija, raste in tisto, kar je v njem, kar ga poganja v rast, je njegova strast do življenja. In to je treba gojiti. Ko vidiš, da otrok nekaj strastno dela, tam ga je treba podpreti. Seveda, ko odrasteš, pride pač v tej strasti, lahko prideš tudi v svojo past. Tako da strast se obrne v past, ampak to je pa potem razvoj. Tam pa ni več rast, ampak razvijaš neke nove kapacitete kot človek. Tako da tukaj sva se dobro pokrivala, no, in to priporočam pravzaprav staršem, da vzamejo to zadevo resno. Hkrati pa igrivo. Ker igrivost pomeni pa varnost, pomeni povezanost, radovednost do tega in tudi na en način to, da si priznaš, da si prvič starš. In to lahko tudi otroku mirno poveš. Mogoče ne delam vsega najboljš, sem prvič starš, kako pa ti mene vidiš? In neverjetno, kaj otroci nazaj povejo. Wow, to pa že nisem slišal. A si vprašal kdaj? Ja. In? Ja. Sploh zdaj, ko so starejši, znajo to še toliko bolj ubesediti. Kdaj pa si začel spraševati to? Se mogoče spomniš? Tako vmes, da je mimogrede sem vprašal, ko smo se kam pelali, ali kaj podobnega, ali pa recimo, ko je prepir med partnerjema, med staršema, je treba videti tudi, kako otroci odreagirajo. Recimo, ali se zapre v svoj svet, ali v svojo sobo, ena se joka, druga pač je tam vztraja v tem prostoru nekako, in pol ne veš, a zdaj pred otrokom spela do konca ali ne, in je v bistvu fino to, to so recimo tudi povedali, da ste se naučili obedve to, da ni konc sveta, če je prepir. Smo vsi krvavi pod kožo in da imajo všeč to, da so se vedno nekako relativno hitro pobotala, najdla spet isto skupno pot, ali včasih prevlada pač od enega neko pravilo, ali pa nek pogled na svet, včasih od drugega, da ni bilo kar takoj na smrt in koncu vsega. To mislim, da na nek način krepi otroke. Je pa tudi tako, da otroci itak začutijo. Tako da tudi, če smo mi najvoljni en do drugega odrasli, otroci dihajo to vzdušje. Dobesedno na duševni ravni, kot duše, v bistvu zaznajo atmosfero. Atmen po nemško pomeni dihati, sfera pa krogla. Se pravi, v tej atmosferi odrašča otrok. In to je tisto, kar je najbolj ključno. Zato skrivati neke tenzije pred otrokom ne moreš. Drugo je pa, kako jim to posreduješ, pokažeš, poveš in tudi na nek način njih podpreš, da se znajdejo v tem okolju. In to je enostavno lahko tako, da rečeš, jaz sem zdaj jezen, sem bil, ker ne vem, je bilo miš, ali pa bom obrnil zgodbo. Jaz sem bolj spontan, prilagodljiv. In če gremo v tej svoji strasti do roba, postanem nepredvidljiv. To pa moji ženi težko pade, ker je pa zanesljiva. Ampak če gre pa ona v zanesljivosti do konca, je pa toga. In pol, ko vsak pride do svojega roba, nastane konflikt. In to se da lepo zgledati, če se o tem pomenimo. In če pa ti ne izraziš svojih čustev, če recimo rečeš,
sebi ali pa drugmu se jeziti, to pomeni, to v bistvu nespoštljivo. Otroci zaznajo vsa ta čustva. In če jih pa ne znamo artikulirati, zaznati, izraziti, da jih tlačimo, ne želimo pred otrokom, da jih vidi, ampak on jih čuti. Temu potem rečemo brezdomna čustva. Se pravi, ta čustva ostane nekje v zraku, v tej družinski atmosferi, v tem vzdušju. In otrok s tem živi in v bistvu on potem to ponotrani. On reče, če pa ni od očeta, pa ni od mame, ki vidim, da ona je v redu, pa bom pa jaz s tem delal nekaj. In potem otrok v bistvu začne dihati s tem čustvom, ki je obviselo nekje v zraku, ker recimo oče ni sposoben s tem nekaj narediti in v bistvu ti zrcali nazaj. In potem recimo dobiš jeznoritega otroka, ker mogoče se en od staršev ne zna jeziti. In ti zrcali samo, tako se to dela. To je jeza, In pol se peta, se dere, dokler svoje ne doseže. Še je kakšna taka v bistvu močna zadeva. Tako v bistvu malo poenostavljeno, ampak na en tak način sem jaz vedno spremljal vzdušje v družini. In deloval tudi kot en tak, kako bi lahko rekel temu, ne sam filter, ampak taki uravnovešamo. Tle se jaz lahko zelo hitro postavim na eno bolj mehko ali pa na bolj trdo stran in sem znal zbalansirati. Verjetno zato, ker si se naučil sprejeti čustva vsa, ne kot velikokrat rečejo negativna čustva, pa pol je tukaj jeza, pa pol je tukaj strah, pa pol je tukaj sram, ampak so v bistvu samo neprijetna. Trenutku, ko ti sprejmeš tudi neprijetna čustva, pa si pač ti je ok govoriti o njih, kar je sploh pri moških. Tako smo kar naredili velik korak, če me vprašajo. Pa sam jaz to vidim, ker sem obkrožen s takimi moškimi. Ker če pogledam jaz, prejšnje figure mojega življenja niso znali tega, niso znali biti šibki, niso znali biti ranljivi. Vse je bilo vedno, vsaj v moji družini je bilo s tišino rešvan. Tudi z mano se recimo fotor ni pogovarjal, ker sem kaj zajebo. In mene je to ubijal. In kaj sem jaz začel delati? Lisjak sem začel iskati pri mamici potuho. Mami pa čist kontra, ona je pa dušica, ona je pa za ljudi vse naredila. Zase pa včasih malo pozabila. Ampak tam sem pol pač dobil tisto in ona je pa trpela. Ker zdaj, če se ona na mojo stran postavlja, kaj se je zgodilo, še z njo se ni pogovarjal. In je lepo, da se o tem na tak način tudi nek strokovnjak, kot si ti, na zelo simpel način v bistvu postaviš tukaj, da ni to nobena znanost, ampak da je sam v bistvu sprejemanje in iz tega pol izhajanje, poslušanje, opazovanje in tudi sprejemanje, da drugi mogoče malo drugače stvari vidijo ali pa se oni ne znajo izražati, pa jim ti probaš dati prostor, da se. Absolutno. In glede na to, da sva malo preskočila en intro, ki sem ga imel v glavi, tako da sem tudi jaz spontan, da vidiš, bi ti zdaj le dal mogoče priložnost, ker res tudi nisem veliko tebe poštudiral, da me malo peleš čez svojo življenjsko pot, mogoče lahko začneva, kaj jaz vem, na zadnje, kar se spomniš iz otroštva in kako se je pol tvoja življenjska pot nekako razvila, da si prišel do tega, kar si zdaj, oziroma kaj tudi to zdaj je. To je, recimo to, kar si zdaj vprašal, je ena od nalog, ki jih zdaj v enem svojem tečaju delam. Ozaveščanje, v bistvu spominjanje, dajmo tako reči, vrtenje filma nazaj. To je tako antropozofsko po Steinerju, pa tudi Goethe v princip razmišljanja je tak, če sem zdaj tukaj, kako sem postal to, kaj me je pripeljalo do tukaj. Ampak bom šel tvojo pot, se pravi, da se kar preskočiva nazaj na čim bolj začetke, kar se spomniš. Možno je pa tudi v bistvu retrogradna pot, se pravi, da greš od danes nazaj. Se pravi, da ne greva od rojstva sem, ampak nazaj, ampak greva zdaj tvojo pot. Je pa dobra vaja, če bi šel od tukaj danes, kako to, da sem tukaj na podcastu kot nek strokovnjak in tako naprej, pa potem nazaj vrtiš in se ti drugače osmisli zgodba. Ampak če greva od začetka, neke take v bistvu koščke, da sestavimo mozaik. Imam brata in sestro, živel sem v bistvu na Viču ves čas, pravzaprav prva 2-3 leta življenja v Kolizeju, ljubljanskem, tam v centru. Potem je pa oče v bistvu, pa mama sta zgradila hišo na Viču in smo se preselili. Zdaj, kar me je najbolj zaznamovalo na začetku, je bila moja astma.
Je bila v bistvu tako nekje, zdravniki dajo pa na 3-4 letih lahko diagnozo astme. Prej se malo ugibajo temu, ker je tako zelo neotipljiva bolezen lahko oziroma simptomatika. Iz bronhitisov ven, v bistvu kroničnih bronhitisov je postala astma. Tako da me je spremljalo dober del otroštva, v bistvu do pubertete. Od tukaj izhaja tudi ta moj interes za v bistvu zanimanje o dihu. Jaz nisem si v bistvu z dihalnimi vajami vzdravil astme, ampak je šla s puberteto, ker v bistvu sem potem za nazaj videl, je bila v bistvu čustvena podlaga tej astmi. Druga velika zgodba, ki me je močno zaznamovala, je smrt očeta pri 3,5-4 letih. Smo šli spontano skozi to. Tudi tako, kot si prej rekel, družba se spreminja, zavedanje o družbi se spreminja. Če bi se to danes zgodilo, otroku je kar deležen podpore, oziroma prav je, da je deležen in jo lahko dobi. Takrat enostavno so bili ljudje prepuščeni samo sebi in so šli naprej s tem, kar pravzaprav je čisto naravno. In to se me je nekako prijelo v bistvu na način, kjer sem pol dojel pri 17 letih, koliko je bilo to močno, kakšna izkušnja. Takrat pri 17 je pa mojemu najboljšemu kolegu umrl oče, bili smo ravno na morju, družba, sami mladostniki, in jaz sem takrat svojega izjokal. Pa preklel in vse skupaj. V kakšnem smislu, takrat enostavno, morda kot otrok, sem šel s tokom, si nismo vzeli časa, da bi to predelali dobro in se je to nekako vtisnilo v moje nezavedno. In takrat je ven privrelo. In spomnim se pa, kaj v bistvu sem sam sebi takrat pri 17 rekel, sem rekel kolegu, Luka, ti si imel očeta 17 let. In to je bil oče, ker recimo smo mi prišli v centru, so živeli iz kakšne zabave, petek zvečer, k njemu domov, še tam malo spal, da smo šli zjutraj domov in se je oče, če včasih prišel domov, pokril z deko, pa tako nobenega obsojanja in tako. In tak fejst oče je bil. In jaz sem rekel po tem kolegu takrat na morju, Luka, ti si ga imel 17 let, jaz sem ga imel 4 leta, kam jaz oče bom najboljši možen oče. Jaz ne vem, koliko časa bom. In toliko časa, ko bom pa dal vse od sebe. In potem minevajo leta, jaz postanem res oče in nekje ta mala imela, oziroma ta večja zdaj, je imela, mislim, da 3-4 leta in se mi nekam pelemo, vzadi na stolčku v avtu in se pogovarjava z ženo in stvari tako vsakodnevne. In otrok zadnji neki pač želi in reče oči. In jaz se obrnem k njej in se začnem takoj z njo ukvarjati. In mene žena gleda, prav Mila, vidiš, kaj delaš. Takoj, ko ta mala neki hoče, previta je, ni pokakana, lačna ni, vse je v redu, ti daš mene na hladno. In jaz v tistem takoj dobim uvid in sem sam nazaj rekel, a veš, odkje je to. Hvala ti, ampak a veš, odkje je to. Od takrat, ko sem bil 17 in sem se zaklel zvečer s kolegom ob pijači, jaz bom najboljši možen oče. In tako sem potem reagiral. Nikoli recimo se nisem zaklel, jaz bom najboljši možen mož. In takrat sem pri meni nekaj premaknil v tem smislu zavedanja, rekel, višjo raven v tem smislu odnosov, kako nas določene stvari določajo. Sploh ne veš, kako se te prime, tako da jaz sem z veseljem in z lahkoto, ravno zaradi, bom rekel, tega simptoma, mogoče res kot oče vlagal sebe na polno, mi ni bilo težko nastranditi, da bi potem dobro očetovsko vlogo odigral. Na drugi strani se moram pa bolj truditi, da sem dober partner, dober mož, pozoren in tako naprej. Tako da to je bila ena taka zgodba. Mislim, že to, da tako, kot si rekel, hvala, da si to povedala, se že zaradi tega si top 1%, če ne še bolj, kot mož. Sej ona točno to rabi kot otrok, do neke mere varnost, od moškega, če mene vprašaš. Ja, pozornost, varnost. Ja. Jaz mislim, da bolj pozornost, seveda bolj tudi varnost, ampak na prvem mestu je pozornost. Ja. Varnost v bistvu, za varnost mora človek sam pri sebi poskrbeti, ne glede na to, je moški ali ženska. Seveda v partnerstvu in ko se pač krepi družina in raste družina, se lahko vloge malo delijo, pa mogoče res pripisujemo to,
postavitev varnosti bolj moškemu, ampak se mi zdi to tudi zaradi družbe, kakršno imamo. Sprav ta materialistična in tako naprej, ne, v tem smislu materialnem, da se preskrbi družino, seveda je varnost, ampak danes jo oba preskrbujeta. Tako da oba partnerja delata za varnost v družini, ne, in za varnost en drugega. Pozornost, ja, bravo. Mislim, zdaj sem imel en film v Drolu nazaj, ki sva sta malo prišla iz porodnišnice, ne, in ki te ženska res rab, tist prvih 14 dni, itd., ne. Jaz nisem točno znal dojeti, kaj ona od mene rapa, ne. Jaz sem takrat, nisem nikoli toliko pospravljal doma, pa cune daju pred, pa pomival posodo, pa svašta, ampak ona mi je rekla, jaz ne rabim tega, jaz rabim tebe. A ne, tebe. In jaz sem bil tako, kaj to je? Ja, tako, kaj ti zdaj meni hočeš povedati, a ne, in politik noter ta bes v meni, ker ni spet nekaj ne delam prav, a ne, in sva se šele zdaj, pol malo kasneje, no, pogovorila o tem, kako sva v tem obdobju shajala, a ne, še dobro, da pač sva oba tako poslušna, da, pride do prepira, se počva, pol se pomiriva in probava malo racionalizirati, kaj se je zgodilo, ne. In jaz mislim, da kar ženska tudi rab od moškega je razumevanje, iz vidika, da jo ne boš vedno razumel. Tako da je mogoče malo paradoksa, ampak da tudi, če jo ne razumeš, razumi, da jo ne razumeš. Toliko smo si drugačni, ne. Ona tudi recimo ne more dojeti, kako jaz ne morem gledati televizije, pa nje poslušati. Ne gre pri meni to. Če jaz pijem tako kozarec vode, te ne bom slišal, a ne. Nimam tega v sebi, medtem ko ona lahko 4 stvari naenkrat dela, a ne. Ja. Kdaj pa se je Milan Hosta začel zanimati za šport? Kot otrok, vedno sem bil gibalček, ne, saj mnogi smo taki. Tako da nekje v otroštvu je bila ta ljubezen do žoge, do gibanja, do plezanja in teh stvari, ki je bila pomejena z astmo. In sem potem kompenziral, ne, se pravi, nekje v srednji šoli šele sem prišel na svoj račun športno, ker te astme ni bilo več, da sem takrat recimo se posvetil košarki, odbojki, drugim stvarem. Bil sem zelo vsestranski. In nikoli pa nisem recimo bil tekmovalno zelo uspešen, niti nisem bil deležen nekih takih resnih treningov, bolj ulični šport, dajmo tako reči, ne, pa potem kolo in tako naprej, druženje in take stvari. Tako da ta ljubezen je ostala in tudi ta v bistvu pot potem na fakulteto za šport izhaja iz tega, da sem želel biti na psihologijo, pa nisem imel dovolj dobrih ocen. Že takrat? Ja, že takrat, zelo zgodaj, no, v bistvu, že tam nekje, no, to je bilo zanimivo, evo, če lahko to moja astma, ne, ki je simptom, ki v bistvu so astma kot en tak simptom organizma, ki te nečemu nagovarja, ne, ki duši. Sprav ta duh je bil zadušen in v puberteti sem ga jaz ven spustil. Na kakšen način se je to kazalo, ne? Eno je bilo, da me je začel zanimati, so me take bolj parapsihološke stvari, kako se gleda auro in take stvari naprej, energija, bioenergija. Na drugi strani pa v bistvu ta upor temu, da vzorcem, ki sem jih skreiral do takrat, nezavedno seveda, ne? Se pravi, to so bili pa vzorci biti skromen, biti priden, ki je taka beseda, težka, namesto da bi rekel učinkovit, pozoren in tako naprej. Potrpežljiv. Tako, ne. In sem se temu uprl na tak način, da sem ponavljal letnik v srednji šoli. Enostavno sem rekel, bom sam od tukaj naprej. Ne bom več priden, puste me primer, bom sam. In to je bilo zelo težko za mamo, ampak jaz sem takrat zadihal. Dobesedno zadihal in o astmi ne duha, ne sluha od takrat naprej. Wow. Jaz sem to potem kompenziral, seveda, ne, na način, da sem šel svojo pot skozi šport, potem doktoriral na filozofiji, kar mi je pa manjkalo. Sprav ta moje zanimanje za duha ga nisem dobil na fakulteti za šport. Tam si res v bistvu potopljen v telesnost, v veščino gibanja in sem potem na ta način to noter prinesel. Tako da nekako to združujem. Zdaj iskreno priznam, športam premalo, manj kot potrebujem, ampak pride faza, ko potem spet to začutiš in mislim, da sem zdaj spet na ta pravi poti tudi glede tega. Ja, spet se opaziš, a ne?
Daj me pel malo v to duhovno sfero, ki si jo zdaj omenil, ki si rekel, da ti je manjkala. Kaj ti je manjkalo? Škaj mi je manjkalo? Kot otrok jaz sem bil zelo zavesten. Ja. Jaz sem vedno bil rad v družbi odraslih, recimo, ko so se naše žlahta dobila, smo bili otroci v dnevni sobi, odrasli pa v kuhinji. To je bilo včasih, ko so bila taka stanovanja še tako narejena. To je bil ločen svet, kuhinja pa dnevna soba. Danes to gradimo bolj odprto, tako da že vidiš, kako te tudi v bistvu arhitektura lahko določa. In se mi zdi to bolj prijazno človeku. Tako da takrat sem zelo opazoval svet okoli sebe. In tudi na nek način sem nosil vseb en dar ali karkoli za to čutiti drugega. Videti drugega onkraj tistega, kar se pojavlja tako navzven, kot skozi svetlobo, ki se odbija od drugega. In to sem potem začel malo študirati, takrat še kot najstnik, tudi doživel tako spontana stanja, spremenjene zavesti, kar je bilo zelo lahko, tako tudi prav v spominu imam, 15-16 sem bil star, tega, da se zavedaš vsega. To je tako zelo zahtevna situacija. Skoraj nič ni avtomatizirano. Recimo, če bi zdaj hotel iti po čaj z roko, bi takrat razmišljal, zdaj imam roke tako, zdaj jih razklenem in grem sem. To je tako, toliko enih operacij zavestnih, da te uvera lahko na nek način. Ampak to je bila ena faza, skozi katero sem šel, par dni je trajal, noter sem jo doživljal, navzven sem upal, da se ne opazi, ker pač se sprašuješ, kaj se z mano dogaja. Tako da sem takrat videl, kako v bistvu imamo en kup enih stvari podzavestno programiranih. In ne samo gibalnih vzorcev, ampak tudi vedenjskih vzorcev razmišljanja. In potem je to malo šlo tako na stran. Druga pot okoli in zdaj se mi to v veliki meri vrača. Mislim, da je tudi ta prav čas za to. Tudi leta so ta prava za to, da si temu bolj naklonjen. Lažje ozaveščaš, pa tudi ta zeitgeist, se pravi ta čas, v katerem smo, duh časa to od nas zahteva. Ker je treba te vzorce spremeniti, tako na osebni kot na kolektivni ravni. In ta duhovnost zdaj, ki je samo v bistvu, čista zadnji, bom rekel, reference, dosežki. Zdaj sem v eni skupini Galileo Commission, to je v bistvu eno združenje za znanost in medicinske vede, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, ki nagovarjajo postmaterialistično znanost. Se pravi, zgodbo obrnemo na glavo. Kaj to pomeni, da štartamo z duha, da štartamo iz zavesti ven, ne pa iz materije. In tako da to mi je zdaj v bistvu velik izziv, kako to spraviti med otroke. Zakaj med otroke? Seveda tudi med odrasle, kar sicer delam, ampak med otroke, ker se mi zdi, da so še zelo v stiku s tem. Lahko. In če jih tukaj ne zatremo kot družba, smo lahko v generaciji dveh, kot celota, kot kolektiv, veliko na boljšem. Wow. Z veliko več zavedanja. In jaz sem se odločil, da pač to delam preko tega mojega projekta Sporticus, ki je pravzaprav ena matrica razmišljanja, ki izhaja iz enagrama, iz svete geometrije, ki te vodi v to, da vedno, kjerkoli, pravzaprav, s česarkoli se lotiš ali pa pojav, ki ga opazuješ, vidiš tako getejevsko, se temu reče, kaj je v ozadju kot esenca, in esenca je vedno skrita v čem. Kar je esencialno, bistvo je v čem skrito, zato je treba gledati srcem, je rekel Mali princ. Se pravi, vedno je nekaj, kar je v ozadju, in to so neke silnice. To je ta vitalna sila, eterična sila, ki določa sploh, kako se bo polje postavilo. In potem na drugi strani je pa v bistvu tisto, kar je pa eksistencialnega pomena. Sprav, ne samo, da je treba biti, ampak tudi obstati in delovati. Če bi šli naprej prosto po Trubarju, stati in obstati. Prosti. To prvo sem te hotel vprašati, če te je bilo teh momentov, ko se je ta preboj zavesti dogajal, torej, ko si opazil svet drugače, kot si ga prej, a te je bilo strah? Pa je ena taka, nimaš trdnih tal pod nogami, postavljati jih moraš sproti. To je noro, tako če gledaš, Gled nekaj, malo schizofreno vse skup zveni. To.
Kar na nek način ne, je tudi položaj, kako je človek postavljen v ta svet, ne, kot duh in telo. To je razdvojenost totalna. Duh je nekaj neoprejemljivega, nima barve, nima oblike, ne, recimo kako otroci vidijo duha, ne, duhca. V risanki, v zgodbici, narisanga in tako naprej, tako da ima rjuho čez. Sprav, nič ni, ampak rjuha je nekje v zraku in učke ven. In to je zdaj duhec. Ne? In tako lahko v bistvu gledamo sebe. Ne? Se pravi, to naše telo je preobleka, ne? Je obleka, ki obleče ta duhec. Ta duh je pa nemirne narave. Ne? Duh pa more ven prideti nekako. In iz te materije ven v bistvu, ne? Ko gledaš, opazuješ to, kako se pojavljajo stvari, moraš v zadnji zaznati duha. To je tista živost. Kaj pa bi rekel, da je namen tega duha? Zakaj obstaja? Namen duha, to je pa igra zavesti, tako, če bi poenostavil. Se pravi, mi smo, v bistvu živimo na en tak način participativno, kako bi temu rekel. Se pravi, igra zavesti se odvija z nami, ko se igramo to življenje. Zato rečemo, vesolje se širi, ampak v bistvu širi se z našo zavestjo. Tisti, ki človek opazuje, se vesolje širi, enako naše notranje vesolje, naš notranji svet. Več kot se zavedaš, recimo tako kot se midva pogovarjava, ne, zdaj lahko istočasno imaš znotraj sebe zavest in opazuješ, kaj se dogaja znotraj tebe. Čeprav govoriš sprot, ne, ta dvojnost in to je širina zavesti, recimo, lahko tudi globina, višina in tako naprej. Tako da ta duh v bistvu izhaja iz tega polja, lahko bi mu rekli, ne, fizikalno, kvantnega polja, iz potencijala. Možno je, lahko je, da se to zgodi. Ne. Lahko je, da se en delček tega polja zavrtinči in potem kot vrtinc posrka vase pač nekaj okoli sebe in se, dajmo temu reči, prizemlji. Oziroma se tako hitro vrti, ne, da zgleda, da je to gosto. In temu zdaj lahko rečemo ali elektromagnetno polje. In na koncu, v bistvu, če pač ta spektr svetlobe, ki ga mi vidimo iz tega elektromagnetnega polja, na koncu pride na dnu vrtinca do take koagulacije, ne, take gostote te svetlobe, ki tisto, kar je bilo na vrh, potegne na dol, da se pokaže samo še lik, ki je dvodimenzionalen. In tam v liku je pravzaprav odtis duha. To je abstrakcija, imaginacija in tako naprej. In zdaj v tem liku, obliki, ne, tudi recimo Hrvati rečejo ličnost, ali pa mi ličnost kot nekaj lepega, ne, ki se lepi dobesedno, je noter še vedno en kvant. In ne samo kvant, ampak ena kvalija, bi temu rekli, filozofsko tega duha. Ne, in ta se mora pa zdaj dvigati spet gor. Ta duh mora pa uideti ven iz te stekleničke, ki mu rečemo telo. Ne, to je ta duh, ki uide potem ven. In tako si jaz razlagam, poenostavljeno, plastično, ne, tako bi rekli, si domišljam, ali pa boljši izraz je imaginacija, ne, kot domišljanje, domišljija. Ker pol bolj vidiš to vse skupaj, ne, kako ta duh, ki se kaže v nas, ki se kaže v stvareh, pravzaprav nas nagovarja, kaj premakne v tebi. A pa bi rekel pol, da globoko za tem, se pravi, to esenco, ki jo opazva od zadaj, a je ta esenca v vseh ista, ali je nekako različna, ampak izhaja pa iz istega vira, nekako. Ja, iz istega vira izhaja, tukaj mislim, da se brez težav strinjamo, potem je pa obarvana različno, tako kot recimo, če pada svetloba, ne, na diamant, se potem lomi na različne barve in barvni spektr in tako naprej. Tako se v bistvu ljudje lomimo, ne, kot vsi enaki v tem, da smo različni. Vsak po svoje sije na tem svetu. Vsak ima svojo upornost kot nek prevodnik tega duha, ne, tega, boljš reči polja. Ne. Se pravi, ta prevodnik polja v bistvu določa, v kakšnem spektru se kaže ta duh in potem iz tega ven tudi, kako je zadušen in kakšna je duša, kaj ga premika, kako se premika. Ja. Meni je več gostov rekel, eni, ki so imeli izkušnjo skoraj smrtjo, ne? Eni, ki so šli na 5-meo DMT tripe, torej to je, poznaš? Si predstavljam. Bufo se reče, ne? Ti v bistvu pokadiš strup od žabe in te katapultira, no, te v bistvu da v neko stanje enosti, tako opisujejo, ne? Da v bistvu
čutiš samo svoj obstoj, ni nobenih odgovornosti, nič drugega ni več doma si, velikih je to rekla. A si ti kdaj posegel pa tudi ne rabiš odgovoriti, če ne bi rad, v neke take stvari, ki pa stanje zavesti na neki še večji ravni spreminjajo, zato da bi mogoče do kakšnega odkritja prišel? Sem, absolutno. To so začeli se z meditacijami, v bistvu z dihanjem in tako naprej, pozornostjo na dih, ne, in dihanje v tem smislu, ko ga vzameš top-down, ne, se pravi postane duhanje. Tako da čist drugače se lotiš potem tega. Ne. Če dihanje je zelo tako telesno, somatsko, ne, duhanje pa opa, ne, zdaj smo pa pri duhu. In potem vohanje. Ne, in recimo, če že tukaj bi bil moj začetek tega, ne, se pravi, pa če vzameva analogijo iz Biblije, ne, v Mojzesovi knjigi piše, da je Bog upihnil zrak človeku skozi nos in tako je ta postal živa duša. Ne rabimo hoditi v cerkev, ampak je to zelo zanimiv stavek, ki veliko pove. In vohalni živc, olfaktorni živc je prvi lubanski živc, prvi kranialni živec, ne, se pravi, ima še to mesto v hierarhiji, se pravi, najprej povohaj, poduhaj. Ne, tako si pravzaprav pri svojem duhu, zato je von toliko pomemben. Potem druga stvar v bistvu so dihalne vaje, ki temeljijo na hiperventilaciji in to dolgotrajni, zavestni. Ne, to malo na nek način danes zelo popularno zlorablja Wim Hof. Zakaj, mogoče lahko tudi o tem, zakaj mislim, da je to zloraba, ker ni dobro umeščeno, ne, v kontekst. Drugače pa holotropno dihanje je tukaj tisto, ki je najbolj dovršeno, najbolj raziskovano za raziskovanje duha. Tukaj padeš v spremenjeno stanje zavesti, zaradi fiziologije, ki se zgodi, se pravi, prefrontalni reženj začne manj delati, ker je tak stres v telesu in se pokaže, kaj je v bistvu bolj podzavestno, lahko pa tisto tudi, kar je nadzavestno. Ne? Wow. Se pravi, enostavno se ločeš od telesa. In imajo ljudje različne tripe. Jaz sem bil na teh delavnicah, sem imel zelo lepe tripe. To je endogeno, ne? Se pravi, ti v bistvu targetiraš pinealno žlezo preko dihanja, fiziologije, ki potem izloča DMT in recimo pinelin in luciferazo in take različne hormone. Zato se ti to dogaja. In ta pinealna žleza ima tako mesto v našem telesu. Je pa zelo povezana in soodvisna od hipofize. Kar je nadzavestno, pa podzavestno, ne, podfizično, hipofiza podfizičnim, pa epifiza nadfizičnim. To sta dve imeni, ki sta anatomski, ne, za pač dve žlezi, ampak imata tudi simbolni pomen zelo velik. Ne. In če to razumeš, potem razumeš, kako lahko endogeno v bistvu ti preko hipofize podpreš pinealno žlezo, epifizo in imaš stik z duhom. Zato sem jaz bolj pristaš teh endogenih stvari, ker v bistvu ti daje to, kot zmoreš. Sem pa, mi ni težko povedati, in mislim, da je prav, da se o tem tudi odkrito govori, sem pa probil gobice. In to tako na ritualen način, ne, in raziskovalen način. Zelo intimno, v bistvu tudi brez plačila, sprav, umakneš vse možne motive, ki grejo mimo rituala. Ritual je v bistvu obred, s katerim nagovarjaš nekaj svetega. In jaz sem se s kolegom, ki je tukaj notkar globoko v bistvu že potopljeno šel to stvar, ker mu tudi zaupam in sem imel krasno uvide, v bistvu tudi tako, bom rekel, raziskovalne, kar se tiče pogleda v telo, kaj se noter dogaja, do občutkov enosti, soodvisnosti vsega, in tudi tega, da naša interpretacija sveta je tista, ki je sveta, temu tako reči, ne. En tak spoznanje, ki sem ga pa dobil, pa mi pomaga, recimo sploh zdaj, ko razvijam neke nove stvari o sebi, ne, je pa bilo, da lahko delujem kot interpret. Včasih tudi kot poet, ampak interpret med duhom pa telesom. Ne, se pravi, kot filozof mi je blizu ta pač jezik, ki raziskuje preko jezika, želi upodobiti, kaj se dogaja v tem svetu in s filozofskim aparatom in študiram to, nekaj tudi znanosti, ki je danes že kar odprta do tega, sploh ta postmaterialistična, in želim, tako sem postavljen,
da to teče skozi mene, da potem lahko to na en poenostavljen način, tudi skozi tak pogovor, da med ljudi. Ne, da tudi lahko, danes tudi vemo, avtoritete so lahko tudi ljudje, ki imajo akademske nazive. Ali pa smo bili šolani v to, dajmo tako reči, podružbljeni v to, da zdravnik je avtoriteta, učitelj je avtoriteta, če imaš doktoracijo avtoriteta, to so nalepke. Avtoriteta se zgodi na drug način, ampak vse in tudi nalepke, tudi embalaža šteje, marketing in tako naprej. Ja. In jaz si prvoščam, da ne govorim kot doktor, v katerem ljudje vidijo to kot embalažo, ta pa nekaj ve, da potem take stvari spregovorim, čeprav nimajo veze z mojim doktorskim študijem ali pa čem tem. Ampak kot človek v bistvu v ozadju si dam to masko gor, ker ljudje pridejo do te maske. To je v bistvu tista moja vloga, ampak izza maske glas je pa glas, ki prihaja iz mene ven, zdaj se sliši malo kičasto, iz srca, dajmo tako reči, iz duha, da ga lahko ubesedim, interpretiram in potem mogoče ljudje kakšno stvar malo drugače vidijo. Ful mi je lepo to slišati od človeka, ki ima doktorski naziv. Ker jaz sem tudi tazga mnenja, ampak jaz ne morem enemu doktorju srati, da tega ne rab, če jaz nisem doktor. Se mi zdi tako malo. Sej doktorji so v bistvu glavnem specialisti. Veliko doktorjev v bistvu je doktorjev zato, ker so postali v narekovajih, včasih pa tudi dejansko idioti. Znajo zelo dobro o eni zadevi, o tej leseni celici povedati marsikaj, ampak v življenju so pa bosi. Tako da tukaj je treba biti pač realen, previden in tako naprej. Zato je fajn prepoznati to esenco, ki se skriva za masko. Kaj bi rekel, da je bil v glavnem tvoj namen tega raziskovanja? Torej eno z dihanjem, drugo z gobicami, tretje, verjetno si še kakšne meditacije res globoke doživel. Zakaj to delaš? Zakaj ne? Zakaj ne? To je vprašanje. Okay. Jaz mislim, da je to človeku vseeno v samo bit, v samo srž, da širjenje zavesti, spoznavanje samega sebe. To je že v Delfih v preročišču pisal. Spoznaj samega sebe in ničesar preveč, sprav zmernost. Sprav tudi v tem mora biti zmernost na nek način. To je poriv, ki je v meni, to je na nek način ena taka sila, ki teče skozi in zdaj jaz jo pač sem jo usmeril skozi dihanje, skozi predavanja, delavnice in tako naprej, life coaching potem. Ne morem, da ne bi, ko bom rekel. In to na nek način sem tudi jaz. Zato pravim, tle v tej vlogi tega interpreta se kar najdem in jo vedno bolj razumem. Pa absolutno, tudi če greva recimo pogledati tako, kot bi znanstveniki pogledali, ki recimo želijo v neki majhni stvari priti do dna in še noter, se pravi tako z analitičnim umom, to je mrtva znanost. Ti v bistvu ubiješ tega duha not, ki miga, ki migeta, ki hoče ven, ker je razigran, ampak ukvarjaš se pa pol z eno tako suho materijo, dajmo temu tako reči, s kosom mesa. In moramo vedeti, tudi ko znanstveniki recimo vedenje celice obravnavajo pod mikroskopom, pa jo dajo v neko tekočino in v to tekočino dajo nek strup ali pa neko hrano, celica v bistvu se odpira membrano ali pa miga ali pa teži tja, kjer je za njo ugodno. Se pravi, vedenje moramo vedno gledati v nekem kontekstu, zakaj se nekdo tako vede. Nekaj ve, ali pa nečesa ne ve, v tem smislu, vse to gre skupaj. In tako da tudi samega sebe človek ne more izolirano gledati. Zdaj sem pa jaz posameznik, to je pa zdaj družba, pa vse izven mene. Ne prideš pravzaprav do tega, zakaj? Kaj sploh spodaj, kaj me premika? Ker premikate ravno to, da si umeščen v nekaj večjega in tebe usmišlja pravzaprav tisto večje. Ti funkcijo dobiš, tudi celica dobi funkcijo, če se zaveda, je jetrna celica. In kot jetrna celica ima določeno nalogo, določeno poslanstvo. Ker če bo pa ona rekla, ne, jaz sem pa tukaj in zdaj, in pogleda okoli sebe in vidi možganske celice. In bo rekla Madonna, tam se pa bliska noter, tam pa se kar iskri, možgani dobijo ogromno energije,
veliko vode in tako naprej, cenjeni so, veliko bolj kot jetrna celica. Ne. Jetra si tako skozi obnavljajo. Ne. Pa vemo, da jetrna celica jo lahko pogrešiš mimogrede, možganske celice pa bog ne daj. In zdaj bi ta jetrna celica se odločila, da ona bo pa možganska celica. Pa bi prišlo, da ima temu reči do rakavega tkiva, do neke tvorbe tumorja v jetrih. Zato, ker bi si določene celice predstavljali, da so nekaj drugega, kot morajo biti. In to je tisto, do česa je fajn prideti v življenju, do te trdnosti vseb, ki je hkrati vedno gibljiva, pa prilagodljiva, ampak včasih rečemo do poslanstva. Tako da jaz sem to najdel, zato je to je ta odgovor na to, zakaj. In s tem, to je to, kar zdaj delaš v veliki meri. Ja. Se pravi, ljudem pomagaš ugotoviti, kje celice so. Recimo. Če čisto poenostavimo. Ja. Pa ne samo, kje celice so, ampak pomagam jim videti tkivo, videti organizem, videti organe, ne samo telesno, ampak širše, družbeno, vse tako znotraj kot zunaj. Ker to šele potem osmišlja smer, v kateri hodi. Ja, ampak zdaj te bom malo izval. Sej človek tvojega kova itak si to verjetno želi, pa brez tega ne bi bil kleke si, ne? Lahko se pa izmaknem tudi. Brez problema. Ampak, a ni pol tudi to, kar ti ljudi učiš, samo neka interpretacija? Seveda. Kako ljudem daš vedeti, da to, kar ti predaš, jih bo peljal bližji temu notranjemu miru, verjetno? Ja, notranjemu miru, tako zraven smo kupili tudi nemir. Ker v bistvu ti začneš nekaj prebujati. Veš, kako to narediš? Tako, da govoriš o simbolnem jeziku. Sprav, jaz ti ne govorim tako kot so prej rekla, o nekih dejstvih in tako naprej, ampak v abstraktnem smislu, v prispodobah, v metaforah, v nekih zakonitostih, ki veljajo, ampak kako jih boš pa ti interpretiral, pa jaz ne vem. Zato, ker imaš ti svojo pot in svojo podlago in svoj spomin in svoje izkušnje in tako naprej. Se pravi, čim manj tega, da določaš, kako bi ti lahko to čutil, ali pa mogel celo tako čutiti, ampak da primerjam, a veš, kako je, ko, ne vem, metuljček lahkoten odleti eni cvetki in tako naprej. In ti imaš čisto drugo zgodbo. Ampak tako se jaz počutim, ko naredim to pa to vajo. Zdaj pa ti preseb, najdi, ne vem, leva ali pa ne vem koga, srnco, ki lahkotno teče čez travnike in poskusi. Kako je biti srna, ki teče čez barjanske travnike. Pa boš videl, kaj to lahkoten tek. Poskok in tako naprej, razigranost. Tako da na tak način se to naredi. To je recimo Sprav, v bistvu občutek in probaš orisati, da ljudje to začutijo. Veš kako, daš jim arhetip jim daš. V arhetipu, se pravi, daš jim lik. Znotraj tega lika je pa duh v bistvu vtisne. Se pravi, recimo Picasso, ta zgodba o biku, ki ga je narisal, je zelo dobra. Najprej narisal tako zelo mojstersko, bika, ki je senčen in vse mišice se vidijo in tako naprej. Potem je pa vedno neki stran vzel. In potem, kaj je sploh bistveno? In pol na koncu je z eno potezo naredil bika, nekaj, ki izgleda, vsak si reče, to je pa bik. Ampak znotraj pa dopušča tvojo interpretacijo. Sprav na tak način jaz skušam tudi delovati, ko ljudem ali predstavljam dihanje, gibanje, pogled na svet. Tako s čim manj okraski. S čim manj v bistvu omejevanja, da bi jaz svojo interpretacijo okužil tvoje za uživanje tega. Tako da prepustim to, tako, da v bistvu daš samo homeopatsko, da jim tako reči. Ja, razumem. Kaj pa je pol, v bistvu, mogoče ne bolj jih najbolj na mestu tole, ampak kako pa pol ljudem to prodaš, kaj je marketing od zadaj, zakaj ljudje pol pridejo k tebi, če v bistvu jim ti praktično daš sam čopič? Ja, zavijam to v dihalne vaje, pa recimo zdaj imamo masterclass razvoja zavesti in tako naprej. Moraš dati neko embalažo, drugače ne gre, da je on v bistvu, da ga zintegriraš, da odpre. Je pa to umetnost. Čeprav moram reči, da morda vedno lažji, tudi v Slovenci mislim, da smo zelo, zelo odprti. Kot narod, čeprav velikrat tudi razdvojeni, razpolovljeni, ampak do tega duha pa zelo odprti, ker mislim, da nas tudi jezik močno določa.
Ne, mi imamo v bistvu v našem jeziku zelo bogato kozmologijo že noter. Sprav ne rabiš študirati vedskih spisov, Biblije, ne vem česa vse, ne, Bhagavad Gita in tako naprej. Samo prisluhanje jeziku, ki nas nagovarja, najdeš noter in kvantno fiziko in svetost tega sveta, ne, ki je svetu in tako naprej. Ja. Tako da z ene besede marsikaj lahko vam potegneš, recimo beseda resničnost. Ne, pa gre mogoče, eni si jo interpretirajo, da ni v redu, ne, ker je nič je noter, ne, res je nič, ne, ampak pojavni svet je res ničen. Ja. Pojavni svet je tisti, ki se zasveti pa ugasne. Ja. Mi dva zdaj pravzaprav, ne, če bi fizikalno gledali, na nek način se porajava non-stop, tako hitro, da se zdi, kot da smo tukaj večno. Ampak na nek način vedno znova nastajava, ne, in to je res nično. To, kar je res, je v bistvu podlaga temu je ničnost. In iz niča lahko nastane vse. Zato je že samo ta beseda je lahko cel traktat, v bistvu, ki jo razvijamo. Ne? Beseda svet. Koliko sveta imaš, je včasih kmeta vprašal. Koliko sveta obdeluješ, koliko zavesti imaš, koliko se ti svet, ne? In še sveto ob tem, ne? Potem. Naj ti bo to sveto, ker to je tvoj svet. Kdaj smo pa zgubili dostop do tega znanja, kaj ti zdaj govoriš? Kdaj je to, a sploh je bilo kdaj to znanje v rokah, kako bi rekel, povprečnih ljudi? Veš, kaj mislim? Da bi v enem času ljudje razmišljali iz duha, pa pol materializem pa to. Zdaj, če bi Steinersko, ne, Rudolf Steiner, antropozofsko, v bistvu gledali, ja, to so pol, tudi jaz toliko ne poznam cele zgodovine, več tisoč ali pa 10.000 let in tako naprej. To je to, kako je človeštvo nastalo, ne. In tle res vidimo, da je pač Darwinova teorija zgolj teorija na nek način. Ampak, ne, se je Prešeren pisal, ne, Krst pri Savici, pa Bevk je pisal o Bogu Triglavu in tako naprej. To so arhetipi, ki nas nagovarjajo v tem delu sveta. Ne? Zato je vedno fajn biti prizemljen. Šlo toliko daleč, grejo neke znanstvene ugotovitve, da če piješ izvirsko vodo, tam, kjer živiš, v bistvu v telesu potem zaznavaš okolico, kaj je užitno, kaj ni užitno, znaš sprati rastline in tako naprej. Tako da ta voda ima noter informacijo, ne, kako se živi v tistem okolju, kjer ta voda je. Tako da mi smo to zgubili, ja, pač družba kot taka, tudi te naši pradedi in tako naprej, ki so še govorili tudi ta staroslovenski jezik, so več tega poznali, tudi znano je tam na Veliki planini pod Krvavcem in tako naprej, so pač imeli tudi svoje rituale, očitno tudi z gobicami in tako naprej in so te stvari malo gojili, to zavest kozmološko. Zdaj v sodobni družbi pa vidimo, kam smo prišli s to potrošnjo, kjer je pravzaprav dno materializma. Ne? Ja, mi smo se že odrinili nazaj gor od tega dna, zato zdaj tako pospešeno raste zavest. Ja, meni je astrologinja, ki sem bil pri njej, eno zelo dobro stvar rekla. V bistvu mi je rekla, Jurek, govori v slovenščini, a ne? Dej nehite se s to Ameriko ukvarjati, pa s tem zahodom, ki nas poneumlja, pa ne vem, kaj vse dela iz nas. Če imamo najlepši jezik, mi smo Slovani, mi pripadamo drugi, mi nimamo veze z zahodom, a ne? In sem pač malo interpretiral, sem tako, wow, tega sploh nisem nikoli na ta način mislil, a ne? Ker če so samo moja športna leta, jaz sem gledal samo Američane, pa tako oblečen kao oni, pa tako se premiku kao oni, pa muško to poslišal itd. In jaz sem svojo komunikacijo, recimo na social mediji, svoj marketing delal v angleščini. Po tem najmu sestanku sem jaz rekel, jaz bom samo še v slovenščini pisal. Sem se dobil svojo community manager, ko sem rekel, Darja, sam še v slovenščini. Me je gledala, drugače sva se o tem pogovarjala, ene pol leta nazaj sem rekel, vem, ampak takrat nisem čutil, da je toliko prav, kaj je zdaj, ne. In sva newsletter dala v slovenščino in sva objave na LinkedInu dala v slovenščino. Newsletter je kako zdaj? Novičnik. Razmisel, če bi rekel vestnik. Vestnik. Ker je vestno. Zavestnik. Mogoče. Vest, ja. Ki je vest, ne, ki je novica. Ja. Ne, nekaj veš. Ja. Ne, in to s tem ST, ne, vest, v bistvu potem prizemliš, kar veš. To se pač iz zvokov da razbrati, kako se dotakne človeka. Potem zavest. Ne, se pravi, vest prihaja iz zavesti, iz polja zavesti. In vest kot moralna vest. Ja. Presojanje. Ja. Definitivno. Nisem še tam, tudi Underdog je brand, ne, in tudi Underdog podcast sem bi pol tako, ja, lobi bilo kaj slovenskega,
bo že, mogoče se spremenila, ampak ne bom šel pa zdaj tako obsesivno za tem, da bom Tako. pa pač vse gledal, ne pa bog ne da, kje je Vse rekel. je enako, kot si mene vprašal, to je ta embalaža, ki je tu pač ne tvoje stranke, tvoji ljudje, sledilci in tako naprej pa konzumirajo. Ja. In ja, pač tukaj je treba biti spreten, iskren, spreten, na nek način lahko načelen, ampak načelen lahko tudi v tem, pač ta bleščeča embalaža bo poklicala, nagovorila mlade, ki bojo pa odprli, ali bodo prišli pa do vesnika, novičnika, karkoli že. Točno to. Tako da te čisto razumem. Da pač Ja. In je pa lepo slišati, da si šel to pot potem, slovenski jezik. Je pa za trg, pa spet angleščina tista, ki pa odpira druga vrata. Škaj pravim, ne jih odpira. Zaenkrat je meni važno, da ljudje, ki se klepo vežejo z mano, lej, če te prvo 10 pomagi, no? Pa se pa ti mej za nekoga, ki bo pomagal milijon, 2 milijonov in tako naprej. Ne? Verjamem pa, da je itak bistveno sporočilo od zadaj, pa to, kar ljudem dejansko pol daš na delavnicah. Že sem se zelo igral, ker izhajam iz zelo močno marketinškega področja. Pol, ker sem jaz začel z ljudmi delati, sem v bistvu videl, da oni delajo z mano tudi zaradi drugih stvari, ne samo zaradi marketinga, ampak bolj zaradi mindseta. Ne? Torej zaradi neke miselnosti, kako ti sploh sebe pozicioniraš kot blagovno znamko, če se greva posel, ne? In kako okoli tega pol gradiš nekaj, kar dejansko ima zraven tudi neko služenje ostalim. Ker to odkleneš, po moje, kot v poslu, ne, da se ti zavedaš, da delaš dobro, za tvoj pomen dobro, ne, za ljudi in se te ljudje najdejo in jim to dejansko potrdiš, tako energijo odkleneš, da pol pač se ti samo vse poklapla. Sem pa kar v nekem takem krču, kaj vse moram zdaj v marketing dati, ne, pa kako to prodati, pa prodati, pa tret prodati. In sem mogel na eni točki pač to začeti spuščati. In bolj sam zaupati procesu, pa biti malo bolj potrpežljiv. In me je podcast ful rešil, ker mi je dal možnost, da nekaj delam ne za denar. In sem videl, kako je to čudovito in kaj tudi ljudje pol od tega dejansko imajo. Ja. Sem pa tudi sam velik fan, ljubitelj dihanja, meditacije. In prej, ko si mi govoril, je ena misel prišla in sicer, a ni lepo, da se v bistvu vsi odgovori, ki jih rabimo, skrivajo v tišini. Ampak, a mi znamo biti v tišini? A ne, kako do tja prideti? In daj mi mogoče povej, kako se ti s to izjavo zdaj tukaj lahko poigraš in koliko tebi tišina oziroma sposobnost najdenja tišine, sedeti in delati nič, predstavlja velik pomen za to, kar ti recimo delaš in to, kar drugim daješ in to, kar si dal vseb. To ima kar močno vlogo pri meni. Ta tišina, biti sam s sabo, pa tudi sam pri sebi potem tiho, ker lahko si sam s sabo, ampak se ti na noter polno dogaja in tako naprej. Eno je, da lahko seveda čisto fizično, se je treba umakniti, ugasniti stvari in tako naprej, zapreti oči, zapreti ušesa, so tudi tehnike, kjer se pač to dela. Lahko greš v ta kat, kjer lebdiš in tako naprej, se pravi, da tudi v bistvu kinestetične občutke, da ni več te sile teže. Ko se to vse ugasne, se začne na noter dogajati, se prižgajo miselni procesi in tako naprej. Potem moraš iti pa še onkraj tega. Se pravi, kako to narediš, enostavno se postaviš v vlogo opazovalca. To je to in potem ne daješ pozornosti, ne da ignoriraš, ampak enostavno nič ne presojaš. Kakšna misel je, kam je, zakaj, odkje je ta prišla in tako naprej. Samo spremljaš in počasi tudi to utihne. Včasih je fino si za to sposoditi kakšno glasbo, kakšne zvoke, iti v naravo. Tako da biti zavesten pri tem, ko se v avto usedeš, da ko obrneš ključ ali pa na gumb pritisneš kakorkoli, da ni tako že radio prižgan. Ker včasih v avtih je to že kar avtomatično nastavljeno, da pač enostavno gasneš. Da slišiš mašino, da slišiš sebe in tako naprej, ker avto je tvoj podaljšek, dajmo tako reči potem, ko se voziš. Tišina je dobra za zdravje. V tišini se dogaja regeneracija v možganih, pravzaprav najbolj pospešena. Zato rabimo noč, ki je v bistvu v tišini in v temi. To je pa tudi tisto, kar je treba sprejeti pri sebi, tudi ta senčna in temna plat, ki jo imamo. Tako da, če želimo v bistvu dosegati ta stanja tišine, lahko recimo ena lepa beseda je ždenje. Kaj delaš? Ždim. Samo ždenje, ki je tako zenovsko,
ta zazen, sediš, ždiš. Ne? To je, evo, ne? Kolega iz Gorenjske mi je enkrat rekel in mi je tako zadela beseda, ne, kaj delaš, ždim. Opa. Kako pa ti je obrazložil? Nije, samo ždi, pač tam nekaj gleda v prazno. In tako, ne. Tako da to ždeti, to me je tako takrat se dotaknil. Ja, to je to, ne. Vidiš tudi ljudi včasih, ki se odklopijo. So lahko sred kakšnega sestanka in karkoli in pol vidiš, da greva out, ne, ja. Ne, se umakne in tako, ampak ta meditativna tišina je pa v bistvu lahko tudi zelo dober vstop v ta spremenjena stanje zavesti, ki potem lahko jih induciraš ali z dihanjem, seveda tudi s lastno voljo. To je zelo pomembno, da tudi usmeriš namero, ne, svojo energijo v to smer, v te svetove in na nek način potem tudi gojiš ta telesa. Ne. Mi se ukvarjamo veliko s fizičnim telesom, tudi jaz sam, ne, športni pedagog, kot predavatelj recimo na kineziologiji, ampak mi imamo tudi čustveno telo pa duhovno telo. In to pride z leti, to se pač, ne, do 21 leta res smo obremenjeni in je prav s fizičnim telesom. Ja. Ker to je dediščina za vse naprej. Potem pa pride do tega, da pač se ukvarjaš bolj s tem eteričnim, čustvenim telesom, če tako rečemo, in potem z duhovnim. Kako pa, ko greš v ta meditativna stanja, ne? Jaz bom iz lastne izkušnje govoril. Meni se je že zgodil, sploh če sem v Wim Hofa delal kakšno 3., 4. rundo, ko imaš ta retention, ne? Torej držiš dih, ne? Izdihneš in potem držiš se, verjetno poznaš prakso, ja. Jaz sem zgubil občutek za čas in ko sem se nazaj zavedel občutka za čas, sem bil presran. Ker sem imel občutek, da zgubljam stik s to dimenzijo in da, to se bo zdaj malo crazy slišal, ampak da se bom zbudil v neki drugi in tega, kar manjkle, ne bom imel več. Zakaj ne morem sprejeti izgube nadzora? To, ja, lahko se gre poglabljati v to, kar je zelo dobro vprašanje. Vprašanje, kaj nadziraš sploh, ne? Zdaj, kaj se je tukaj zgodilo tako fiziološko, ne? Zato pravim, da Wim Hof je pravzaprav zloraba, ker ne pripravlja ljudi na taka stanja. Ti moraš človeka najprej podpreti z viri in mu povedati, kaj pač ga tam čaka, zato je to proces, ne? Tudi duhovni razvoj in tako naprej. On je pač vzel eno zelo močno vajo, dihalno, energijsko, iz spektra jogijskih vaj, brez konteksta celotne filozofije joge in tako naprej, in je vrgel takole, ne, med ljudi in so tudi unesvestili se mnogi. Jaz sem to spremljal že od začetka, sploh taki mladi fanti in tako naprej, ki so pol rekorde podirali, kdo dlje zdrži in tako naprej, ampak so se snemali in eskapadu v kopalnici, ne. Tako da, kaj se tukaj zgodi fiziološko je, da izdihaš veliko CO2 in v bistvu prenos kisika iz krvi v celice se dogaja na račun koliko vsebnosti CO2 v krvi. In to se meri pri aorti pa pri vratnih žilah, ker sta srce pa možgani v tem smislu najbolj pomembna, ne, da telo dobro funkcionira. To je v bistvu hipna, zavestna respiratorna alkaloza, se pravi, pH se poveča, ne, v krvi in ta pH v krvi je potencial vodika. In vodik je prvi najlažji element. In zato je s tem enačen z potencialom zavesti. Zato v bistvu v tem stanju, ko v bistvu mi veliko CO2 izdihamo, ko pride do deprivacije kisika v celicah, imaš dve stvari. Izgubo nadzora. Zakaj? Ker v bistvu ti imunski sistem govori, idiot, nehaj tako dihati. Zdajle so celice v šoku, organi so v šoku. In to je stresni odziv, in je adrenalin, kortizol in tako naprej. Marsikaj se začne dogajati. Alarm pravzaprav v telesu se zgodi, zato čutijo mravljince, migetani in tako naprej. Prefrontalni reženj, se pravi, tak je zavestno, nas vodi v tako dihanje, ugaša, zato da bi zaščitil celice. Ker če ti pade CO2 po 3%, to je smrt. Ne, se pravi, s tem se ni zaigrati, je treba dobro razumeti. No, in na drugi strani se ti pa poveča ta potencial stika s podzavestnim, se pravi, lahko te nagovorijo neke stvari, ki so globoko v tebi. In takrat, ko se alarm dogaja, takrat mimogrede še kdo vam pride, ne? Pa ko pa tle delate, no se jaz sem tle glih hotel nekaj vzeti v tem smislu, ne? Najdeš kakšnega, ne bodi ga treba v svojem telesu, ne? Kakšen šibak organ in tako naprej, ne? Bo ta prvi zemljavku.
Na drugi strani se ti pa poveča, v bistvu se pa kaj dogaja, bom tako postavil. Imunski sistem želi se regenerirati, popraviti nekaj narobe, zakaj ko dihaš in v bistvu se ti začne lahko vrteti, lahko padeš v nezavest, to pa potem pomeni čisto parasimpatično bivanje. Ležiš na tleh in nič več ne dihaš. V nezavesti noben še ni globok dihal. Na drugi strani ima pa duh zdaj možnost, da pusti telo primer in grejo na svojo pot. To se zgodi na teh holotropnih potovanjih, ne, in tako naprej. Tam pa veljajo druge logike. Tam pa so drugi svetovi, ne, drugi duhovi in tako naprej, in tam pa nismo doma. V smislu ne poznamo tega, ne, da nismo doma. Ne. Tudi to je naš dom, ampak naš drugi dom. In če smo mi celo otroštvo, mladost in taka družba, ki jo imamo, pravzaprav je za edini dom sprejemamo ta materialen svet. Duhovnega pa zanemarjamo, ignoriramo, zaničujemo in tako naprej. Pol s tem ne znaš. Ne? In to je tisto, kar v bistvu je treba počasi spoznavati. In zato je fajn postopoma iti v take stvari, hkrati pa je fino tudi ko skočiti, kot si ti, ne? Ali preko Wim Hofa, ali pa preko holotropnih dihanj, ali pa preko regresije, ne? Ki se tu delajo na račun takih dihanj. Mogoče iskati, ampak to se da tako zelo avtogeno lahko narediti, se pravi, da z avtosugestijo. Da greš v tako dihanje in želiš spoznati, kar je primerno, da ta trenutek spoznam. Se pravi, daš nek namen, preden tako, greš. Ja. Pa ne rabiš konkretnega dati. Ja. Ne, ker s tem spet že sam v bistvu svojo budno zavestjo, svojo interpretacijo in tako naprej, ki Bog ve, ki je prepelana, skopirana in tako naprej, ne, se referiramo na kakšne vire, avtore, izkušnje drugih. Ne, ti imaš svojo zgodbo, se pravi, grem pogledati v nek del svojega otroštva, a je tam kaj, kar bi bilo fajno zavestiti. In samo pride. Recimo, jaz imam izkušnje, ko se tudi vidi transgeneracijsko, ne, prišla je do mene ženska pri 50-ih, da ima astmo. Pa da ve, da to ni v bistvu, da je to čustvenega izvora, to je rekla. Ne. Vem, da je to nekaj drugega, ni to neka bolezen kot taka. Ne. In pač se malo pogovoriva in greva noter. Ko sva govorila, sva odkrila to, da v bistvu ona je 2 hčeri rodila s carskim rezom, in pa da njena mama je zanosila pri 16 in je oče rekel, da je bo vrgel ven z bajte, takrat, kar rodi. No in ta njena mama je rodila s carskim rezom, zato ker se ni upala odpreti, sprostiti, ker je vedela, kaj sledi. In to je bila travma. Ampak ta travma se je pri njej pokazala po 50 kot astma, prej telesno pa kot v bistvu obe, pa čeprav je bila dobro postavljena medenica, v bistvu primerna za roditi otroka, se ni odprla. Ker ko sva šla noter, je v bistvu potem, to so reakcije, kjer se joka, lahko tudi kakšni kriki in tako naprej, spoznanja, težko zna biti, je v bistvu videla, kako je bilo mami na porodni pojsni, ko je vedela, da bo rodila, leti ven iz bajte. Predstavljaj si to. Za žensko mlado, ponesrečil se je, pa kaj? Pismo, ja. Ne? Oče podprijo. Ja. To je to. To je odgovornost starša. Ne pa, da jo ven vržeš v velik svet brez vse prtljage, da jim tako reči. No in z dihanjem, pa z duhanjem se da te stvari lepo odkrivati. Ampak je treba zraven vire postaviti. To je tisto, kar je ključno, da človek ve in potem seveda s tem tudi nekaj narediti, integrirati in lepo zapreti. To je ključno pri teh stvareh. Take spontane stvari pa normalno, če ljudje niso vešči tega, jih je pol strah, ker prihaja nekaj ven, ker ne veš, kaj s tem. In zato tukaj v bistvu rabimo in znanja, ki so v bistvu slovensko lepo rečeno dušeslovna, kako bi rekla psihološka, ne? In pa duhovna. Da ti veš, kaj se sploh dogaja s takim človekom. Zakaj pol toliko mladih, oziroma bom rekel, moja generacija in mlajši, to zadevo spiritualnosti, to sem opazil, da zelo tako cool ratuje. In da kar vsak že zdaj neke energije čuti in sem začutil, da se tako počutiš pa to. Zdi se mi, da je to kar naenkrat zdaj rato nek trend in da ljudje delajo stvari, ki jih sploh ne razumejo. Samo zato, da pripadajo spet nekam movementu oziroma gibanju. Kako poskrbeti, da
to klepe stvari, ki je to, o čemer mi dva danes govoriva že kar nekaj časa, ne zlorabljajo oziroma ne porinajo po napačni smeri, da bi to pripeljali, da zgubimo spet nekaj, kar nam lahko zelo pomaga, kolektivno. A veš, da bi se očrnilo, tako kot recimo takrat, ko so hipiji začeli LSD zlorabljati, pa to, a ne. In je pol v bistvu znanost o psihedelikih mogla iti nazaj pod zemljo, ker je pač prišlo do take zlorabe tega, ne. No, ampak na račun zlorabe LSD-ja je pol v bistvu nastalo holotropno dihanje. Ne. Stanislav Grof je najprej raziskoval kot psiholog z LSD-jem ta spremenjena stanja zavesti, pa videl, da se da z dihanjem. Isti efekti. Ja, v bistvu boljši, ker je endogeno, ker je moji hormoni. Ja, nič ni prišel. Ja, točno to, ne. Zato jaz priporočam to raziskovanje samega sebe skozi samega sebe. Ne. Če so pa pol že kakšni zunani pripomočki in tako naprej, potem pa to zelo premišljeno pod strokovnim vodstvom in kot obred. Ne pa kot neka moda in tako naprej, da se uleti nekam na ayahuasko in tako naprej in se zbruhaš in pol doživiš nekaj in nimaš to kam umestiti. To je pač moderno. Ne? Tako da, to, kar si rekel, se strinjam, pa ne, lahko še malo raztegneva. Eno je, da je postalo to malo moda. Ne, tudi v Ameriki, Burning Man in tako naprej, da te influencerji potem že kar marsikaj čutijo. Hvala Bogu, če čutijo. To lahko da je čist pristno. Je pa tle fajn vedeti, to je pa zelo dobro raziskoval Sri Aurobindo. V svoji knjigi Človeški ciklus o tem govori, kako se mi kot kolektiv razvijamo. Ne? In on je imel tudi željo, da bi na nek način se potopil čisto v tega duha, dajmo tako reči, ne? Da bi stopil ven iz telesnosti, ampak imel je malo v bistvu enih takih uvidov, ni pa mogel in rekel, ne, človeštvo še ni tam. Ne morem, ker kolektivno nismo še tam. In to se razvija. Tako da v tem smislu sem že prej rekel, spreminja se družba. Duh časa se spreminja, razvija se, ne? In hvala Bogu, da je to vedno bolj, ja, tudi popularno, moderno in tako naprej in se bo artikuliralo. Ne, tako kot vsaka stvar ima svoj nihaj, v eno pa drugo stran, ampak potem se nekje v bistvu poravna. In tudi to se uravnava. Je mnogo tega šarlatanstva, lahko tudi zraven, mnogo tega v bistvu, da embalaže, dajmo tako reči, pol zadnji pa vidiš, da ni nič. Imaš pa ljudi, ki vidijo, ali pa otroke, če jih v to noter popelaš, koliko so odprti, koliko so v stiku, ne, še s tem. Sploh otroci do 6 leta so še zelo tako, bom rekel, kolektivni, poduhovljeni, ne? Pa se pa to, ker ne dajemo temu poudarka, zgublja. Ali pa se kaže skozi neke patologije vedenske ven, ne? Ker on vidi veliko, ampak družba pa tega sploh ne ceni. Tako da, ne, če na eni strani kritiziramo, kam grejo otroci in tako naprej, vsi na ekrančkih, na drugi strani, dajmo še to videti. Jaz pa vidim to drugo plat, koliko so mnogi mladi odprti, ne kupijo več vsega, tako kot ne. Ja, res. Smo tudi mi neki vzorci te materialne družbe, se ljudje sploh niso zavedali, kaj delajo. Pa imajo po 10 vikendov, pa ne vem kakšne avte za par 100.000 evrov in tako naprej, zraven pa reveža ne vidi. Zraven ima pa 2 delovna človeka, ki sta redno zaposlena, pa preživeti ne morata družine. To je treba videti. Ne? Tako da ni samo tle v duhovnosti, bom rekel, mnogo zgrešenih poti, ne? Tudi v tem materialnem svetu, ki ga danes živimo, ne? Vojno smo sprejeli kot nekaj normalnega in tako naprej. Ne? To je v bistvu največje zlo, ki ga lahko človek dela. In je treba tukaj tudi pač osnovno higieno narediti. Tako da v tem duhu se mi zdi, no, da živimo v enih takih epskih časih. Epskih. To so epske zgodbe, tako da pogledaš, hitro se spreminja. Moramo biti odprti, prilagodljivi v bistvu do teh sprememb in hkrati prizemljeni, ne, poravnani, tudi naravnani na naravo, kot tako, ki nas nagovarja. In dopustiti, da se razvijamo. Sproti pa ta pride do tega, da ta naša navezanost na to materialnost bo vedno težja. Vedno težja bo in tiska tega ne bo zmogel videti kot tudi odvečno maso, pač ne bo imel stika. To se že dogaja, ne? Tudi zdaj smo šli čez to obdobje covidno in tako naprej.
tukaj se je zelo močno človeštvo razdelilo, pa en del človeštva, ne, čist po svojem svetovnem nazoru. A bo človek stopil na piedestal, ne, pa bo vladal naravo, ali bo rekel opla. Mati narava, kaj pa govori iz mene, ne? In tukaj smo šli v to, da pač se je posegala telesno integriteto človeka na način, ki so posledice bodo šele dobro vidne, ne, s časoma. Se pravi, vse se da pozdraviti, vse se da narediti, ne skrb bomo zrihtali, da se kupiti. Ne moreš. Ti ne moreš v bistvu dosegati duhovnih stanj dobro, če nisi kot moralno postavljen dober človek v ta svet. Ti v bistvu moraš vse najti toplino. In takrat hipofiza podpre pinealno železo in takrat pinealna železa ima stik, ne, z duhom, s poljem in tako naprej. To je edini način. Zakaj pol toliko ljudi slabih? V kakšnem smislu? Slabih v smislu, da... Moralno slabih, mislim. Moralno slabih, ja, bravo. Lej, mogoče jih tako vidimo, mogoče včasih oni sebe lahko vidijo v zelo dobri veri, tako kot je Nietzsche rekel, dobri nameni vodijo pogubo. Ker on dela dobro, da ti bom pomagal, ti pa te pomoči sploh ne rabiš. Sploh niso vprašali, jaz to rabam. In silijo in drezajo, da se membrana je pa zaprta. Ti moraš vedno povabiti, ustvariti okoliščine. Na drugi strani, ne, se pravi, če vidiš, koliko je, ne, zakaj je toliko slabih, potem je ravno toliko tudi dobrih. Vedno je fajn videti oboje, ne, in tako naprej. In včasih nekaj, kar je slabo, s časom izpade, se v bistvu je bilo dobro, vse so imeli prav. In obrneno. Dobri nameni včasih vidiš, le, kam so nas prpalali, pa sam dober sem hotel. Tako da tukaj to v bistvu ni fajn, če pustimo, da zvedemo na moraliziranje. Ne. Je pa fajn, da presojamo in lahko je to tvoja pozornost, ne, recimo, vsi tudi jaz vidim, ja, so ljudje slabi. Mogoče bi jaz zdaj rajš rekel, se ne zavedajo. Vsega sebe, svojih vzorcev. To sem hotel malo spremeniti, refrazirati vprašanje in sicer, kaj tebi pomeni biti dober človek? Verjetno sebe smatraš za dobrega človeka. Ja, dobro v smislu veščine. Ne pa dobro v moralnem smislu, ne pa slabo v moralnem smislu. Kaj biti človek? To je vprašanje. Pol prideš do tega, kako si lahko dober človek, pa kako si lahko slab človek in si oboje. In moraš sprejeti vse oboje. Ker to je pač notranja napetost, ki nas premika v pravo smer, da jim tako reči, če jo zaznaš. Se pravi, tudi jaz imam slabe dneve, tudi jaz sem v kakšnem odnosu, kdaj v bistvu bil na negativnem polu, lahko, ne. Ampak kaj biti človek, kaj je tisto, kar v bistvu dela človeka posebnega v tem kozmosu in zame je to ravno ta zavedanje. Da se zaveš, ne, tudi da si ga polomil, se pravi, si bil slab in pa lahko rečeš, lej, ne, kar rečemo, si sem sam človek, ja, ampak se zavedam tega, torej lahko spremenim vzorc. Ne, se pravi, če ne bi dojel, da je nekaj slabo, kako bi pol sploh lahko razvijal samega sebe. Dobro pride skupaj slabi, in obratno. Se pravi, v nobenem scenariju ne bi mogel ta svet biti, da so vsa dejanja narejena recimo samo iz ljubezni. A je spet treba pol ljubezen definirati, ker bo za enega pomenila to, za drugega to. Ja, točno to, ne, veš, imaš pedofilijo, ki je tudi ljubezen, ne, otroka in on ima rad otroke, pa ga poškoduje. On pa se bo razmišljal, pa ne, jaz sem tako čista duša, da mene ta otrok, lej, kar objame. Ne. Ker otroka pa vemo, skozi behaviorizem lahko naučiš marš česa. Ne, ali pa skozi v bistvu neko tako, patološko navezanost. Tako da, ja, tle, ne, a veš, to je to zavedanje, ne, ker nekaj rečeš, kaj si s tem rekel. Zdaj, ja, reč vse je ljubezen in tako naprej, in kakšnem nivoju. Kje sva zdaj, kad govoriva o tej ljubezni? Ker na nek način, to je tudi moja izkušnja, to stvarstvo je v osnovi ljubeče. Mati narava vse sprejema, vse dopušča, tudi te patologije. Pazi, se pravi, tudi to dopušča, zato da se razvijamo. Kakšna je to ljubezen v spodaj, ne? In temu jaz rečem potem ljuboživost. Ta pogled na svet, ne, smo še vedno tukaj, je pa tudi treba Bobu reči, pa nečemu reči, da je slabo, da je zlo, ne, da je pa sprevrženo totalno. In tam mejo postaviti. In to iz ljubezni. To je pa ta moč ljubezni, ne. Ja, ampak zakaj to delamo pol? Zakaj postavljamo meje, da lahko funkcioniramo? Ker po mojem naj spet pele samo enemu bistvu pol človeškega obstoja in to je razvoj. Ja, da lahko funkcioniramo.
Da se lahko razvijam. Ja, lej, ki si v športu, vse veš, kako je igrati košarko, fuzbal. Rabiš igrišče. Igrišče ima pa meje. Tako da tudi tukaj pač moramo meje postavljati, drugače ni igre, drugače vse, kar samo je. Pa hkrati ni nič, konc koncev. A kolektivno misliš, da ljudje vemo, kje meje postavljati? Oziroma, kaj pa postavlja meje tistim, ki postavljajo meje? Ja, dobro vprašanje. Tudi kolektivno, mi lahko razmišljamo tako kot v telesu, organsko, smo organi med seboj, ko si prej rekel, mi kot Slovenci, del Slovanov in tako naprej, imamo neki jezik, se pravi, imamo neko funkcijo in delujemo lahko kot nek organ v tem telesu človeštva. Angleški jezik, saksonski, romanski in tako naprej, azijski in tako imajo druge izraze, druge funkcije. In zdaj vidimo, ko pa jih prevajamo, pa beremo njih, vidko vidite ta svet. To so lahko kot neki organi. Se pravi, organi med sabo morajo sodelovati, se povezovati, so zvezani v organizem, ki je pa v bistvu živa stvar. Sprav človeštvo kot živa stvar je znotraj sebe razdeljena na recimo rase, jezikovne skupine in tako naprej, in ena trka ob drugo, tako kot v telesu. En organ pošlje hormonček in ta potem inhibira ali pa pospešuje nekaj drugega. In podobno je tukaj, tako da na tak način postavljamo te meje, bom tako rekel, tudi en drugmu v človeštvu, imamo Združene narode in pustimo zdaj, koliko so sprevrženi že, ampak je ena lepa naracija bila, dajmo biti kot združeni pogledati, ampak dopustimo vsakmu pač svoje. In tak način, tako da to se tako širi v koncentričnih krogih, vedno bolj abstraktno je neopremljivo, tudi te meje. Ja, ampak hitro so polkle na točki, prodati ljudem lepo idejo s slabim namenom. Če malo bolj poglobim se z namenom, ki te ljudje, ki si jim prodal idejo, ne vejo, da obstaja. In klej jaz vidim, da so dobri ljudje tisti, ki tega ne delajo. Torej, da ni nekih namenov okoriščevanja zraven, ko jaz tebe povabim na podcast. Še ste nisem povabil, zato da bom nekaj imel od tega. Pa bom imel verjetno nekaj od tega in tudi ti boš imel nekaj od tega. Ni pa moj namen tukaj odzadaj tak, da ga ti ne poznaš. Torej, kako bi temu rekel, zaslepljevanje ali pa manipulacija. Niti ni manipulacija, bolj je... Ampak lahko, seveda, sem čisto na tvoji strani v tem smislu, to, kar si povedal, ampak tvoji nameni so lahko tudi prikriti tebi, ali pa nezavedni in tako naprej. Se pravi, neki vzorci, zakaj si šel v podcast, na nek način te to izpolnjuje, lahko rečemo. Drugače ne bi tega delal, sploh ne brezplačno in tako kot praviš. Se pravi, ni nekih skritih namenov v tem, da bi nekaj prodajal, ampak nagovarjaš pa nekaj in tle so lahko, se tudi, zdaj nisem pogledal dobro tudi tvojih gostov, se lahko pogleda, kakšne goste pa zbiraš, kaj pa ti dajaš s tem, da si omogočil, da se tako znajdemo skupaj, nekaj povemo, tudi tvoje vprašanja. So pač posebna, dajmo temu reči. Se pravi, to so pa tisti nameni, ki jih tvoja esenca, ki jih ti v bistvu duhaš, v bistvu spustiš tega duha zdaj skozi ta podcast, kjer ga sicer ne bi mogel čez neke produkte. Prav vidiš, kako v tebi je en poriv, en duh, ki jaz bom pa en podcast nastavil, pa želim tole sporočati. In to je tvoj namen. Ki omogočaš platformo, da tle pa lahko ene stvari spregovorimo. Na čist drug način. Ne bomo nič prodajali v tem smislu. Bod človek pred mano, Milan, nič nisem pogledal v tebi, povej mi. Jaz pa tudi v tebi ne velik, dajva spontano. Super, to meni paše. A vidiš, drugače pa imaš ljudi, ki bi pa zahtevali, daj mi 10 vprašanj in se bom na to pripravil, ker pač ali ima rad strukturo, ali pa skriva. Ali pa ne želi odpreti nečesa, kar bi bil v zadregi lahko. Tako da je to ena taka zelo lušna vaja, spontanosti, odkritosti, iskrenosti. Hvala za tole. Mi veliko pomeni. Slišati neko tako interpretacijo, ker v glavi se jih veliko dogaja. Ampak je zelo resnična, pa zelo preprosta, pa zelo svobodna. Ker so 3 stvari, ki so meni zelo blizu in zelo všeč. Mi veseli, Ja, res. In tudi gosti, ki si mogoče omenil, pa sem tako bil hiter, sem začel malo povezovati. Ja, dejansko to, o čemer se midva danes pogovarjava. Jaz sem Ferbčen. Jaz tebe zdaj gledam, v moji glavi je še toliko vprašanja. In naslednjega, ki se bom dotaknil, so sanje, recimo, ker tam še nisva šla, pa je recimo neka povezava z nočjo, pa temo, pa resnico. Ampak jaz, ki ljudi sem povabim, jaz sem se toliko naučil v zadnjem letu.
z izkušenj ljudi in to ful cenim. Ne maram toliko virov, ki niso povezani z izkušnjami, ampak so neke teorije. Zgodbe ljudi so meni, tam jaz zasijem, tam jaz čutim to, kar si mi govoril, tudi par prej zgodb, ki si recimo joku s kolegom za njegovega očeta. Jaz imam mravljince po celem telesu, kar je bilo tukaj meni sporočilo dano, je bilo, Jure, ti si imel pa očeta 28 let, enega je imel 4. In je tako, pač solzne oči in čutiš noter uno, wow, neko hvaležnost. Ko si jo ti začutil tam, sem jo začutil kleja. Še enim je pa nasilenega očeta, pa se pa vprašaš, kaj je boljš? 60 let. Ja. Ja, res je. Dajmo malo sanje pogledati, ker jaz se tebi drugače mudi, prosti. Ne, Nisem te na začetku vprašal. Prost. Dopust, ne? Ja. Prosti radikal. Ja, odlično. Sanje so mene ena taka zelo zanimiva zadeva. In zakaj so mi zanimive? Zato, ker včasih to globoko čutim v sanjah, da ne vem sploh več, a je res, a ni res. Sicer sem to zdaj po 5 letih malo tako semi-travm vse sprejel in sem pomirjen s tem, me je bilo pa tega tudi zelo strah. Sploh kakšne lucidne, sploh kakšna spalna paraliza, ki se mi je dogajala. In to so kar težki procesi, pol, ko se zbudiš, ne? In iščeš nekaj, da se oprimaš. Verjamem pa, da tudi marsikomu se to še dogaja, zato rad odpiram te tematike, ne, da se kdo lahko malo potolaš ali pa vidi, da ni samo o tem. Tako da najprej bi te vprašal, če bi ti zdaj jaz rekel, kaj so sanje, ne? Kako bi mi odgovoril? To so snovi duha. Snovi, ne, po hrvaško. Snov. Sanje v bistvu so življenje duha, ki dela po noč. Ne. Čez dan smo telesno v bistvu aktivni, da naredimo tisto, kar smo se po noč zmenili sami s sabo. Smo se regenerirali in pripravili na to, kaj gremo v dan delati. Ne. Tako da sanje, ja, tle si odprl eno tako temo, ki je tudi meni zelo zanimiva. Študiral v njej nisem velik, tle je Jung zelo dober, ali pa če boš hotel, evo, en dober sogovornik, po mojem bi bil Matjaž Regovec, on je vrhunski. A se zapišeš? Matjaž Regovec. Tako, dvojni doktor, obvlada te stvari in tako res v globino in tudi širino in ne samo v sanjah, tudi v telesu. Zna lepo postaviti stvari. Drugač pa tako kot jaz v bistvu dojemam sanje, pa zdaj skušam iti spat na ta način, ne, da se zavedam, da se dan začne, ko greš spat. Se pravi, ja, obrneš stvari na glavo. Ne, dobro jutro, vstali smo, zdaj se pa dan začne. Ne, zvečer se začne. Ker duh je pravzaprav skozi prisoten. Ne, smo v duhu, smo zavestno na nek način vedno prisotni. Telo zaspi, ne, in zvečer oziroma po noč, potem, ko spi, se dogaja regeneracija telesa, ampak to je čist materialna raven, tudi eterična raven, se pravi priprava vitalnih sil za potem budno stanje telesno, za dan, da nekaj naredimo, simpatično, živče in tako naprej. Ne? Se pravi, po noč je pa to, dajmo reči temu parasimpatično stanje, ki je lahko tudi antipatično, če ga tako obrnemo, nasproti simpatičnemu, ko pa telo miruje. Tako kot si rekel, tebi se pa ful dogaja, pa sanjaš in tako naprej, ne? Si paraliziran, ampak hkrati pa letiš in ne vem kaj, ne? Vse, imaš podobe in take stvari. Tako da, tle noter se skriva ta imaginacija, se pravi, duh nagovarja v podobah, duh nagovarja skozi inspiracijo, imaginacijo pa intuicijo. In po noč v bistvu je to v glavnem imaginacija. Mi sanjamo v slikah, v gibanju in tako naprej. In temu je dobro prisluhniti. Sploh tistim sanjam, ki se jih spomniš. To je prvi začetek, se pravi, da si takrat, če eni pravijo, ne sanjajo, ampak ok, tiste, ki se spomniš, zapiš. Pa greš pa v vajo, raziskovati še tudi, ok, kaj pa sem sanjal, mogoče je kakšen preblisk in se spomniš, čeprav na začetku, ko si se zbudil, nisi vedel. In greš v bistvu malo kopati potem, pol stanje, ki ga pa eni obvladajo, jaz ne, je pa to, da v bistvu zavestno spijo, in tudi sanjajo zavestno. In se pravi, so pa budni na duhovni ravni. Se pravi, ko mi spimo po noč, telo miruje in spimo, ampak budni smo pa na duhovni ravni. In to je pa treba zgraditi. Enim je to dano, ali pa se jim zgodi, ne vem, taki pač
prebliski v življenju, kakšne okoliščine se sestajajo in se to prebudi, ta moč v njih, drugače se da pa to zmojstriti. In v to grem jaz zdaj sam seboj, da želim ohranjati budnega duha medtem, ko spim. Se pravi, budnega duha v smislu, da, Zavedanje. Da se ti zavedaš, Ja. da sanjaš in v sanjah kontroliraš, kaj delaš. Ja, Do neke mere. Najbrž, najbrž, da opazuješ, potem je pa že upravljaš s tem. In zdaj, kako se lahko to naredi, da seveda greš spat v miru, da pospraviš prejšnji dan za sabo, ker če tega ne narediš, duša predeluje, kaj se je zgodilo, kako nisem nazaj rekel tega, tam nisem meje postavil, tle nisem vsega naredila, slaba sem in tako naprej. Ne? Ljudje samo govore zvečer, da ne moreš verjeti. Ampak ko grejo v spanje, se iz tega budnega stanja, ko še razmišljaš, te skrbi in tako naprej, imaš neke strahove pred prihodnostjo, preteklosti ni všeč, se v bistvu, ko se potapljaš v spanc, se te informacije, če jih nisi počistil, iz beta možganskih valov selijo dol proti alfa, vplivajo na teta in to je že hipnoza in pol delta. Ne? In v bistvu ti zapečeš noter probleme prejšnjega dne. In seveda duh bo pripravil telo, da spet kaj dela s tem, kar je bilo prej, da pa puca, kakorkoli živi s tem. Ne? In tukaj ni dobrega razvoja. Zato je spraven dan se začne zvečer, ko greš spat, tako da počistaš, kaj je bilo prej, in se greš v duhu pripravljati na nov dan. Se pravi, kako to narediš? Mi smo recimo v poslu navajeni imeti to-do listo, kaj treba narediti, pa neke prioritete, pa škatlice, v katere daš neke sorodne naloge. Tukaj v bistvu pa ne narediš tega, ampak narediš to-be listo. Biti, kako biti. Kako bom jaz, kako bom jaz jutri? Kdo bom jaz jutri? Ne kaj vse bom naredil. To so pač naloge, zdaj si jih dal preveč, tvoja stvar, ne zmanjši, ampak kako boš to upravljal? Bom radoveden, bom razigran, pristan pri teh stvarih, ko bom ljubeč, ko bom v težavah, bom po duhu, kakšen duh se vije. In bom lepo ne odreagiral, ampak razmislil, če treba tudi kakšno stvar predstavil in tako naprej. To, nič ne določaš kaj, ampak kako. Se pravi, da nekako travme tega dne, po katerem greš spat, ratajo v bistvu podlaga za lekcije za jutrišnji dan. Tako lahko, ne? Oziroma ga zapreš. Zdaj tudi mogoče beseda travma je tle zelo težka. Visivi problemi, karkoli ostalo mazanija, pospraviš. Tako kot dnevno sobo zvečer pospraviš, da greš gor v spalnico spat. Kako pospraviš v praksi? Kaj, meditacija? Zavrtiš film nazaj. Tako kot sem takrat na začetku rekla, se pravi, greš od tukaj, ko sem se ulegel. Prišel sem iz kopalnice, sem si zvečer zobe umil. Predtem sem bil dol v dnevni sobi, sem gledal, eno oddajo, ali pa sem se ženo kregal in so imela to pa to na tapeti. Predtem sem prišel domov, pa sta še hčeri prišle, pa smo se objeli in se pravi, vzvratno greš do jutra prejšnjega. In v bistvu to narediš zavestno in s tem razrešiš duha, oziroma mogoče bolj točno svojo dušo, da bi to mogla po noč delati. Pogledaš nazaj, zavrtiš in rečeš, ok, v redu, tako kot je. Je že prav, da je bilo tako, kot je bilo. Zdaj gremo pa nov dan pripraviti. Okay, pa to narediš, ko se že uležeš, da greš spat, ali še preden greš v posli? Ko si v posli. Ko si v posli. Ja, okay. Tako. In pol v bistvu greš in rečeš, ok, zdaj pa greš v to, lastno biti, ne pa kako delovati in pa kaj delati. Kako hočem biti kot človek jutri, ko se zbudim. In zdaj grem čez noč v bistvu pripravljati to, se telo regenerira in zjutraj se zbudiš in imaš že navdih. Ker ta duh je zdaj že not v telesu. Sprav, kako bom jaz kot človek naslednji dan, jaz zvečer določim. Torej, to se vse dogaja v bistvu v miselnih procesih, ko greš ti spat. Ja. Te prvo odvrtiš dan, potem pa začneš govoriti, kako bom jaz drugi dan. In zdaj, zdaj sva šla malo stran od teh sanj in sanje se lahko podobe duha, ki pač jih položi pred tebe z nekim namenom. Vse to si ti sam na nek način. Z duhovne strani, da začneš o tem malo razmišljati, razglabljati. Lahko je to nekaj, kar pride čez nekaj let na vrsto, lahko je to nekaj iz kakšne preteklosti. Nek simbol, ki te nagovarja. In fajn je v te sanje iti tako v bistvu s to imaginacijo in potem raziskovati ta simbolni jezik sanj.
ker tam lahko letiš, tam se marsikaj dogaja, ne, in tako naprej, tudi lepe, grozne stvari. Ja. Kaj je v zadnji? Zakaj sem to sanjal? Kaj me nagovarja, kje čutim to? In potem dobiš lahko zgodbo ven. Zato so nekateri zelo dobri interpreti, strokovnjaki, ne, ki se s tem ukvarjajo, ali pa če na nek način sam v to zagrizaš in se s tem ukvarjaš. In najdeš mogoče čist nekje drugje razlog, sej to sem sanjal, zdaj se mi je pa to tako pokazalo. Ja. Če moš nekje letiš in tako naprej, to neka lahkotnost lahko. In pol je nek flow, ki ga najdeš v svojem delu noter. Lej, kako smo leteli. Ne? Mogoče je bilo pa to tisto, vidiš, da lahko letiš. Ne? Ampak se nisva letela, se najmanj pogovor leti, ampak fizično ne letiva. Ne? Ampak lahko bi pa, zdaj karikiram, sanjal o tem poletu. Da so se oba vrgla z pečine dol in sva rekla, pejmo čez tole dolino. Ja, sigurno, spet je interpretacija, spet je zgodbica. Ne? Ene stvari so se meni v življenju poklopile takrat, ko sem se nehal obremenjevati. Ne? In si nekako rekel, da ne rabim vsega vedeti. Iz vidika, zelo sem ferpčen človek. Ampak kar naenkrat rata to lahko malo destruktivno, ker dokler ne veš, si v krču ali pa nisi srečen, nisi zadovoljen in se moraš matrati, da boš ugotovil. In meni so to recimo gobe pokazale. Jasno mi je bilo tam noter, ne rabiš vse vedeti. Ker moje je bilo pol tako, zdaj moram imeti še kakšno ayahuasko, pa ne vem, 5 meo DMT, ker moram vedeti, kva je tam, moram vedeti, kva se zgodi gor, kva je tam, zakaj mi govorijo o tej enosti. In tam noter sem se pa dejansko pomiril, sem rekel, ok, v redu, raziskuj odgovorno, bod pomirjen s tem, da ne veš. In tudi v biznisu pol sem bil pomirjen, veš, ker se ti lotiš nečesa čisto novega, tako kot sem se underdog projekta. Nisem vedel, kaj na drugi strani. S podcastom, z clothing lineom nima veze s čem, ampak mi je to zdaj ok. In pri sanjah na približen isti način gledam na to tematiko, v bistvu, da karkoli se zgodi, nima pomena. Medtem ko ga ima, verjetno, ampak a ga rabim vedeti. A veš, a rabim raziskovati, da bom vedel, zakaj sem to sanjal, pa se mi je polno zgodilo. A mi bo to kakorkoli pomagal, ali bo moj tip človeka oviral. Ker jaz zelo hitro pol padem v neko to, v bistvu, no. Sprav ta negativen aspekt radovednosti. Obremenjujem se. Pa je zdaj to res, kar mislim, da vem. A to, kar vem, je resnica. Tako da ja. Ja, mogoče za sanje bi jaz kar rekel, da so taka lušna stvar, je kar fajn razumeti, ali pa pol vedeti, mogoče še boljš vedeti, imeti uvid v to. Ne razumeti, to je pač ta analitični ampak kar uvid imeti, kaj je bil ta nagovor, kako se mi je simbolno to dotaknil. To se mi zdi fajn. Strinjam se pa s tem, da ja, v mnogih stvareh, če bom biti vse ved, je danes skoraj nemogoče polihister. V vseh teh v bistvu informacijah, ki so na razpolago, včasih so bili taki ljudje lažje, na nek način so veliko vedeli, danes je pa tukaj, da pravzaprav rabaš iracionalno pot do te vsevednosti, do tega akaškega polja, do tega, da v bistvu lahko veš. Da če ne drugega saj veš, da lahko bi tudi to vedel, ampak mi zdaj ne pride prav ali pa ni v mojem polju interesnem in tako naprej. Ja, ker spet je pa lahko en proces podzavesten, ki me pa mogoče odvrača od tega, da bi vedel. Sam zato, da ne vem, ne bom prišel do neke naslednje štengene ali karkoli. Tako, ali pa zato, da dokončaš to, kar imaš tukaj za nares. Vse ni nujno. S tem, da pol, ko se potaplaš v to, kaj je zdaj popularno, ta non-duality in tako naprej. To tudi polje vse vednosti, jasnovednost, ne samo jasnovidnost, tudi jasnovednost. Vse, če sprejmaš to tako, pa se da zelo racionalno, da smo vsi po izvoru, pravzaprav iz istega vira, se pol meni treba vedeti, če ti veš. Veva. Ja, točno to vemo, ne? Ja. Pa sem najdem človeka, ki to ve in v bistvu vzpostavim odnos in ta odnos sem zdaj jaz. Točno to. In pa vse vemo. Tako da smo vse vedi takrat, ko smo skupaj, ko smo povezani v to mrežo življenja. In tukaj se da, lahko s tako pač izletom gobice in kaj podobnega ali pa s takim pogovorom nekaj izvedeti, vse vemo. V tem odnosu danes sem zvedel.
In ne rabiš se pol sam poglabljati, če si že nekdo drug. Ja, a vidiš, jaz sem zmer mislil, da me ego v bistvu malo jebe, ker mi ne pusti, da vprašam. Večkrat sem, ne, sva imela predebato še v kuhinji tamle, športnik, ne, pač potrud se sam svajti bože, a ne. Včasih je veliko lažje vprašati, ampak koga, a ne polsivno, koga. Lej, in klej jaz rečem, zaupi življenju, karkoli to je, da ti daje te ljudi točno pred tebe, a ne. In zdaj, evo podcast. Ja. Kaj sem jaz vse že pred sebe pripelil. Sama sem bil vedno... Sam sebi naredil, ne? Točno to. A sem bil vedno sposoben vprašati svojo resnico, to, kar me res zanima, ker bom izpadel mogoče šibek, ker bom izpadel mogoče, ne vem, mevžica, karkoli, a ne. In manjka me je tega straha, bolj sem dobival čiste odgovore in tudi ti si mi jih danes kar nekaj dal, ne. Ali je bilo skozi pohvalo, ali je bilo skozi zgodbo, ki si mi jo povedal, sem začutil, kaj nekako sem odnesel od tega, ne. Tukaj lahko, če smem te prekiniti. Seveda. Lej, vedenje, ne, je samo v bistvu na glas v besedi, drugačno pa imaš vedenje. Sprav, če hočeš nekaj vedeti, moraš opozvati vedenje. Ne, zakaj se nekdo tako vede, ker nekaj ve? Zdaj to, kdo je lahko tudi žival, rastlina, narava, karkoli, se pravi vedenje, obnašanje. Se pravi, v vedenju je skrito vedenje. Recimo... In tudi nevedenje v tem delu. Vedenja je tudi nekaj pa ne ve, ne? Ja. In skozi to, ko pa dobro opazovanje vedenja drugih, v bistvu vidiš, kaj oni vejo in tudi to, kaj ti veš. Ne? In skozi to v bistvu povezanost potem dobiš to introspekcijo, lahko preko drugega do te vednosti, rekel. Recimo že živalski svet, ne, če ptiči nizko letajo, verjetno bodaš. Se pravi, ona se vede, ker ve. Preden ne jedeš. Ja, pač to ne pritisk, ne, pač imajo oni druge senzore. Točno to, ja. In mi kot ljudje smo pa, to, kar si zdaj rekel, ne, začelo opazovati njih in so nam one dale v bistvu odgovor, ki ga mi sami ne moramo zaznati. Ja, točno to, ne, ampak te ptiči so del narave in mi smo del narave. Ne, mi smo se pa v bistvu atomizirali kot družba, ločili od drugih, bom jaz sam. In vidimo, kam smo pristali, ne, kje smo, nič noš sam. Točno to, zakaj sploh bija, ne. Ja. Je pa treba stvari narediti sam, pa ne iskati potuhe, to je pa te druga, ne. Ja. To mi je tudi astrologinja rekla, nehi že biti kamali fantek, pa se obešati na druge, pa si iskati une, pa da bo pa z unmo ito posel, sam pejt. Prevzem odgovornost, pa sam piči. In mi je od takrat naprej veliko lažje. Veš, me bi drugo povedala, oziroma jaz imam drugo spoznanje, jaz pa, ker sem tako gor rastel, ne, brez očeta, bom sam, zato da ne bo še jaz breme mami. In sem ustvaril vzor, da bo boljš sam, bom sam zase poskrbel, zdaj pa v poslu, če bi šel s tem vzorcem naprej, ostanem sam, pa vem, kakšen je moj dome. Ja. In jaz moram pa odpreti, pa se povezati, ne. Eno vprašanje se mi je porodilo, ko so bila pri sanjah. In sicer, ko zdaj jaz to besedam, psi, ne? Psi sanjajo, ker jih vidiš, kaj zakne. Ne? A to pomeni pol, da ima pes tudi duha vse? Seveda. Res? Verjameš? Jač ne bi živel. Ja, ok. Lej, duh, ki se vtelesi, ne, je duša. Ga duši, ne, duh je zadušen in ta v bistvu sila, ne, in tudi čustva, ne, se vidimo, živali imajo tudi čustva. V bistvu so znaki duha, ne, volja duha, ki zdaj hoče in se obarva, kako se počuti, dajmo tako reči, v tem telesu, ta ideja, ta duh, ki se hoče pokazati ven. Tako da duša latinsko je anima. Anima je v bistvu animacijska sila, je sila, ki premika. Če vidiš neko, ne, stvar, ki se premika, rečeš, živa je, ne, se pol zdaj danes vemo, je to na motorčku ali ni, ne, ampak če živa, ima dušo. Ne, to je ta animalna sila. Se pravi, tudi rože. Ja. Res? Ok, v redu. Jaz sem pa bil ujet v neki taki teoriji. Ok, psi so mi bili najbližji, da je pač tako kamine, torej da je neka duša noter, ampak da ima drugačno izkušnjo življenja. Ne? Ampak nisem pa pomislil, da ima tudi v bistvu roža, trava, ki tudi živi neke procese, daje česne, da ima tudi dušo. Ja. Stvar interpretacije, ampak vse vemo, da recimo Masaru Emoto je pokazal na vodi, ne? Če ti v bistvu oddajaš misli vodi, ne? Da je zdaj fajn, pa lepa, pa čista, pa zdrava in tako naprej, če to zamrznemo, pa damo pod mikroskop, bodo lepi kristali noter. Če bi pa midva zdaj preklinjala čez to vodo, koliko je strupena, pa ni dobra in gor dol, ne, boljše je una v ne vem, neste flaški in tako naprej, ne.
ki plačaš orang in tako, ne, tole pa brez veze, za sto nič vreden, bi zdaj to vodo dali pod mikroskop, bi bili pa not zapacani, oblike, kristali. Ne, to je recimo dokazano danes. In zdaj v tebi je 80% vode, v meni je 80-70% vode. Kakšne besede zbiramo, ko se drugega dotikamo? To danes fizika pokaže. Sprav, mi dva en drugemu oblikujeva kristale vode v sebi. In potem imaš kraniosakralno tekočino, kot to primordialno tekočino v telesu. Ne, in tukaj pridemo do tega, da smo stalno povezani en z drugim. In tudi tisto, kar daješ, usmerjaš na drugega, se tudi v tebi kristalizira. Ne, če bi tako pogledal. A misliš, da vpliva to tudi na zdravje človeka? Kaj? Način komunikacije. Absolutno. Komunikacija je v bistvu izraz, ki ga daješ ven iz sebe. Ja, ne samo beseda še. Ja, tako. In v bistvu zvok, ki je, beseda je pravzaprav zvok. In ta zvok je nosilci informacije, forme. Se pravi, kaj v tej formi noter? To je pa lik, oblika, ki pa brez duha ne more nastati. Se pravi, zakaj je to tako, me tako informiraš, mi tako govoriš v tem tonu, na taki oktavi in tako naprej. To se nas dotakne v bistvu skoraj bolj kot sama beseda, kot taka. Ampak kakovost tega, ki je zadaj. Toplota ali pa hladnost tega, kako je bilo izrečeno. Pa grobost tega. To je tisto, kar se nas dotakne in to potem naše žleze, naš aparat, dajmo tako reči, analizira, sprocesira in se odzovemo na to. Pa še s kakšnimi vzorci poveže, to pa poluno, kar se kaže. Ekonomija v možganih. Jaz sem zelo dolg časa rabo, prej si omenil prepir, da je prepir čisto v redu, da je tudi prepir pač del življenja, kakorkoli. Jaz sem zelo dolg časa rabo, da sem po prepiru bil okej s tem, prej sem pa vedno bil jaz tisti, ki je šel pač mirit, ki se je upravičil, tudi če se ni rabo za neke take zdaj. In sem videl v bistvu, da se sam obnašam, kaj en mali fantak, kar rab pozornost, pa kaj hoče, da je samo vse v redu. In vidiš, iz kje pač pol to je. Zato na nek način je normalno, da sploh otroci, mladi ljudje vzamejo tako prepir, tako zelo težko in tako naprej, ker bi radi ugajali, bi radi ostali povezani z nekom, predvsem starši ali pa z vrstniki in tako naprej. In potem merimo in tako naprej. To je v bistvu ta arhetip junaka, ki jungovsko, ki želi ugajati mami pa očetu, da on je pa v redu fant, pa moralen in tako naprej. Pa je pa treba iz tega zrastati v bojevnika, tako arhetipsko, se pravi, ne da ugajam. Tam pa pride ta povezanost, v bistvu to tudi Gabor Mate dobro pokaže, pove, ima na drugi strani avtentičnost, pristnost. Sej bi ugajal, ampak ne morem se podreči. Bom avtentičen, zato se prepirava, ker jaz pa tako trdim, imam to pot v življenju in tako naprej. Zdaj to odrasel človek more narediti. Otrok pa ne more. Otrok pa, če zgubi povezanost, je sam. Nebogljen. O nevarnosti. Se pravi, on bo vedno trgoval s tema dvema stvarima. Pristnostjo svojo, zakaj je prišel na ta svet, kaj nosi, kakšne darove ima, kaj želi, kaj je njegova potreba, in pa tukaj, da bo ostal povezan in bo včasih svoje potrebe žrtvoval. Jaz rečem temu v bistvu dal v davčno utajo, na Kajmanske otoke, pa bo že enkrat prišel po njih, upam. Če se to zgodi, fajn, če se človeka steče. In ostane povezan. In to je ta junak, ki želi ugajati in tako naprej, na drugi strani imaš pa v bistvu tle potem bojevnika, ki pa naredi zato, ker je tako prav. In že tudi samo zavedanje tega kot starš, oziroma ima full circle, da starševstva nazaj, tudi že samo zavedanje tega kot starš, da dejansko otrok tebi hoče ugajati, je odločitev, čemu bo on ugajal. A bo on ugajal prepirom, a bo on iskal, a bo on tisti, ki bo povezoval starša, ali bo sta starša s svojo povezanostjo samo otroku dajala, stisni samo setkle na to klopco med naju, pa bod kar si, oziroma pač kle boš vedno ugajal. Rekel si, da boš poslušal kakšen podcast nazaj. Saro Isakovič posluši. Ne vem, če si jo že, je bila gostja pri meni, čudovita epizoda. Vod sem samo slišal, nisem si časa vzel z veseljem. Čudovita epizoda in to ona je govorila o lastni vrednosti, in mislim, da se klele tudi zelo lepo povezuje. Na začetku si ti kot starš tisti, ki otroku pač daje občutek lastne vrednosti. Je pa tudi tvoj, po teh vseh podcastih in tudi zdaj pogovoru s tabo, je pa ena zelo velika naloga starša ta, da otroka nauči najti lastno vrednost v sebi. Torej, da
kot bojevnik, Mm. on ve, da je sam sebi dost in da ne rab več ugajati. Ne? Ja. Ja. Lej, tle z duhovne plati, ne, bi jaz šel tako, da v bistvu ne da ga naučiš, ti mu jo sam potrjuješ. To je bitje, ki je pred tabo. To bitje je sveto. On ima vrednost, neprecenljivo. Kdo sem jaz, da bom učil o vrednosti tega? Ker zihar ne bom mogel mu dati take vrednosti, kot mu je dana sama po sebi, po naravi. Ne, se pravi, ključno za me je to, da ko se otrok rodi, pa že prej, kot zarodek, ne, da mu dajemo vrednost svetega človeka, ki v bistvu ima sposobnost razvoja neslutenih možnosti, ne, in zavedanja in tako naprej. Se pravi, potrditev. Tukaj si sprejemamo te. Ne, brezpogojno. To je osnovna ljubezen. To je v bistvu ta maternica odnosov, ki zame pomeni dom. Ne? Vrednost se učimo skozi vrstnike v športu, koliko si vreden kot košarkar, odbojkar, koliko si vreden v poslu gordo. Že v šoli. To ti daje okolica. Ampak kot človek, to je pa nekaj neprecenljivega. Tukaj moramo pa samo en drugmu potrjevati to vrednost. In kot ko štartaš v odnose, drug to začuti. Ne, ker rečeš, vidim te kot človeka. Sej včasih rečemo temu naivnost. Ne, tudi meni se zgodi, pa ne, sem avto uporabljam, pa mi je pol stare gume podtaknil, pa še zraven sem jih plačal, ker jih je po moj zaston dobil, ker sem pol pogledal letnico. Ampak cviček sva skup popila, ne, kolega Dolenc, ne, kako sme lahko oči gledal, pa sme nategnil dobesedno. Ampak kot človek, on ni slab. Ampak v vlogi preprodajalca avtomobilov je pa pač stržil še, kar je lahko iz tega izhoste. Ja. Je mene nekaj naučil. Ne? Ja, ti si videl človeka, on je pa vlogo igral. Ti pa nisi svoje vloge odigral, Milan. Ti si bil pa ten kupec. Pač bil si naiven kupec. Ja. In telefon, hvala ti. Ja. A res? Ker si mi to pokazal. Res si ga poklical, pa si zahvalil. Kaj ne mu drugega reče? Car. To zavedanje, ne, to res občudujem pri tebi. Sposobnost pač priznanja svoje napake in da s tem nič narobe, tudi do sebe nimaš nekih občutkov krivde, pa le kašen cepet sem, ampak ne. Ja. Tako je mogel biti. To je ta vrednost, človek sem. Ja. V vsem spektru. Ja. Barnem. Ja. In kaj pa misliš, da se zgodi, ko umremo? A umremo. Evo ga. Umremo. To je stvar identitete, ne, na kaj se navežeš. Če smo štartali, oziroma jaz vedno bolj pogosto želim tako gledati, pa mi tudi uspeva, ne, da gremo z duha dol, da je to pač naše telo, v bistvu naša izkušnja. V tem smislu je prerojevanje. Se pravi, samo potovanje za potovanjem. Ja. Umremo, seveda, ta fizični del se razkroji. Prvič spomini ostanejo, ne, to je že. Tudi v drugih ljudeh živiš naprej. Skozi spomine, skozi ne vem, kar si naredil in tako naprej. Se pravi, kaj je zdaj smrt tvoja? Geni grejo naprej. Se dedujejo neke stvari. Vzorci obnašanja grejo naprej. Kdo je zdaj umrl? Točno to je. In tako, recimo, tudi pri dihanju se to vidi. Daj to poglej. Dih se sploh še ni prekinil po ženski plati. Ženske, v bistvu, ko imajo otroka v maternici, dihajo na mesto otroka, pol se otrok rodi in ta zadiha. In zdaj, če je to punčka, pa če potem spet rodi, v bistvu dih skozi potuje po ženski liniji. Mi nehamo, moški nehamo dihati. In ne damo diha naprej. Ja. Ženske nosijo dih naprej. Wow. Ženske nosijo duha naprej. Moški pa pol dodajajo seme noter. In ga v bistvu oplemenitijo s tem, da spet nekaj izraste. Tako da, a veš, kaj zdaj tle umre? Točno to je. Jaz te moram vprašati to, kar vse vprašam. Če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? To je nekaj, kar vsem gostom dam. Vidiš, kar nisem gledal, bi se na to pripravil. Ja, je že z razlogom. Kaj bi danes sporočil svetu? Jutri umreš, te ni več. Jutri umrem. Razigrajte se. Razigrajte se, ker tako si kot človek najmanj izigran. Da najdeš svojo strast v sebi, to je tvoja rast. In uživi takrat, ko tvoja rast postane tvoja past, ker tam pa pomeni preskok v razvoju. Zavedanja, ki greš čez
čez to v bistvu vidiš, da lahko sam rečeš hvala za igro. Bravo. Milan Hosta, najlepša hvala, da si cajt vzel. Res cenim to. Jaz sem ful užival v pogovoru. Enako, hvala tebi za vabilo. Yeah. Tudi jaz sem užival, evo, razigral sem se. Hvala za igro. Sem opazil. Hvala za igro tudi tebi. Sem opazil vmes, kako je dejansko. Jaz zelo rad opazujem. In točno vidim, kdaj si človeku dal, odprl ena vrata in začne to samo žareti. In samo prahaja neka energija čez usta in v mikrofon in se širi. In mi je bilo všeč, ja, bravo. Top. Ok, fantje, kaj?